Ker takoj, ko imajo občutek, da bodo morali nekaj kupiti ali pa da jih siliš v nekaj, ne radi to počnemo. Ljudje radi kupujemo, nimamo pa radi, da nam nekdo prodaja. Ne? Brez aktivnosti, brez dela, brez motivacije, brez entuzijazma pa v podjetništvu uspeha ni. Ne? Moj recept za podjetnike je bil že ves čas. S strankami morate komunicirati čim bolj pogosto, pod pogojem, da imaš kaj pametnega zapovedati. Tudi od slabih predavateljev sem se veliko naučil. Na koncu sem tudi napisal knjigo, kako pripraviti uspešno prezentacijo, ki je ne bi bilo, če ne bi toliko in toliko slabih predavateljev poslušal. In to sem se, namesto da bi bil slabe volje, sem se tako rekel, Aleš, zdaj pa študiri, kaj je vse zamočil, da ti ne boš. Da je pa res to, več investiraš, večja je verjetnost, da boš tudi nekaj naredil. 100%. In se sam tudi veš, tiste nasvete, ki jih daš ti nekomu zastojn, nič ne naredijo. Nič ne naredijo. Recimo učiteljica matematike, učiteljica kemije, učiteljica biologije. Ne sme se samo ukvarjati z matematiko, biologijo, kemijo. Veliko časa bi morala posvetiti, kako svojo zgodbo povedati. Veščina prezentiranja. Dragi gledalci, danes je moj gost Aleš Lisac. To je moj prijatelj, poslovni partner, bil je pa tudi neke vrste mentor. On je predavatelj, jaz sem bil na prvem njegovem seminarju leta 1998 in moram reči, da sem se na tistem seminarju že zelo veliko naučil, potem pa še vseh njegovih nadaljnjih, ki sem bil. Mi je pa tudi Aleš omogočil, da sem jaz začel predavati na njegovih seminarjih, tako da jaz sem se od njega veliko naučil, veliko uslug mi je naredil. Tudi zaradi njega sem začel knjige brati in tudi verjeten te moje knjige ne bi bilo, če ne bi njega bilo. Tako da danes se bo pogovarjala o podjetništvu, o prodaji. En dogodek bo organiziral v kratkem, tako da v tem bo Aleš več povedal. Tako da, Aleš, tole bi bilo na kratko tebi, saj te veliko ljudje že poznajo, ampak tako, kakšna je povezava med mano pa tabo. Tako da, hvala, da si se oglasil tukaj v Trebnjem. Z veseljem pridem k tebi v studio, s tabo se pogovarjam, pojem kakšno kosilo, popijem pivičko. Drugače pa hvala za ta uvod. Vse, kar si povedal, je res. Je pa res to, kar velja za vse podjetnike. Ti si vse to sam naredil, jaz sem bil pa mogoče tukaj en delček, ki je k temu pripomogel. Pač prišel si na ta seminar, to je to, in brati si začel knjige in jaz sem te povabil takrat kot predavatelja zaradi tega, ker moje poslanstvo je podjetnikom pomagati zaslužiti več. In kdo jim lahko bolje pomaga kot nekdo, ki ima lepo zgodbo, in ti si imel zgodbo. Nekdo, ki pojma ni imel v računalništvu, je naredil firmo, ki v resnici se na nek način bavi z računalništvom, uspel s to zadevo. In se pravi, jaz vedno rad delim zgodbe od nekoga, ki je v nekem področju uspel, ker je lahko to inspiracija za druge podjetnike. Tako kot si napisal v tvoji knjigi, vse se da, če se hoče. Vse, kar se hoče, je mogoče, če imaš voljo in če si pripravljen poiskati pravega mentorja, znanje, pravo knjigo. Ni nujno vse to, ampak pomaga, to je bližnica, to oba veva. Greš na en tečaj, prebereš v neki knjigi neko zadevo in rečeš, to je to. In namesto, da bi 3, 4, 5 tednov ali pa pol leta porabil za neko zadevo, lahko z neko bližnico, knjigo, seminarjem, z mentorjem narediš vse hitreje, ampak kljub vsemu, brez aktivnosti, brez dela, brez motivacije, brez entuzijazma pa v podjetništvu uspeha ni. Tako da to oba veva. Tudi jaz imam veliko seveda udeležencev seminarjev, mogoče bo kdo hud, ko bo kdo gledal, ampak en majhen del, če kot udeležencev so super stranke, jaz jim pravim seminar junkie. Pridejo na vse, kupijo vse knjige, ampak so skozi na istem, ne uporabijo informacij. In iz tega kroga moraš iti ven. Se pravi, kupi en tečaj na internetu, preberi eno knjigo, pol pa akcija. Tako sem tudi jaz začel. Recimo, jaz se še zdaj spomnim prvo knjigo, tako kot ti. V angleščini je bila ena cash copy. In tista knjiga je govorila o tem, kako narediti dobro prodajno pismo. Jaz sem to vse prebral, si vse počrtal in po navodilih naredil 3 prodajna pisma, različne verzije, oddal na pošto in takrat sva z mojim partnerjem, takrat z Magom Novakom, napolnila dvorano Smelt, je
za enega predavatelja, takrat je prišel predavatelj iz Belgije in je predaval točno tem, kako napisati dobro prodajno pismo. Ampak jaz sem takoj uporabil informacijo iz knjige. Danes je pa za podjetnike vse lažje, zato ker je ogromno informacij brezplačnih na internetu. Včasih smo morali vsaj v knjigo investirati. Jaz sem bil v Ameriki mogoče 40krat na različnih predavanjih. Vse to je bilo drago, ne? Avion plus kotizacija. Danes, če si priden, ogromno lahko zastonj dobiš, pa še nekaj dodatnega investiraš, ampak se splača. Pol je pa bistvena zadeva, uporabi, testiraj. Jaz sem prepričan, da danes je več priložnosti, kot jih je bilo včasih. Mogoče tudi malo več konkurence, ne? Ker veliko ljudi lahko do teh informacij pride. Na koncu je pa catch v prodaji. Ne? Moraš tisto, s čemer se ukvarjaš, znaš prodati. Če ne prodaš, če ni strank. Stranke so gorivo za vse skupaj. Stranke so, ne, če imaš preveč strank, ti kot podjetniku to prinese svobodo. Kaj pa lahko cene dvigneš, izbiraš, lahko se odločiš tako ali drugače. Če pa ni dovolj strank, si pa obupan, pa iščeš, znižuješ ceno, ker to je prva stvar, na katero se ljudje spomnijo, če mi ne gre, moram ceno znižati, čeprav to običajno ne deluje. Ne? Deluje za kakšno razprodajo zalog, ampak sicer na ta način to ni dober poslovni model. Tako da super, ne, ker si me danes povabil tukaj. Tudi tvojo knjigo sem že začel brati, pa včeraj jo je moj sin, ne? Imam 2 sina, 19-letnega, 22-letnega vzel v roke. To je zelo zanimivo, ti moram kar povedati, da ne celo, vse to sam veš, ampak moji sinova te tudi gledata na internetu in doskrat jih dobim, veš, namesto da gleda kakšen fuzbal, pa kaj normalnega ima ta gorca tam za zabavo sicer, se pravi, le norca, kaj je zdaj naredil, ne? Ampak imaš nek doseg, ljudje te radi gledajo in delaš pravilno določene zadeve. Še ena zgodbica, da se spomniš, nekaj sem jaz organiziral državno prvenstvo direkt na marketingu. Spomnim, ja. Takrat sem imel tudi partnerja, takrat iz Najdi.si in ti si naredil, si imel za nalogo neke oglase narediti in tvoji so bili najbolj provokativni, ne? Ja. In jih niso hoteli objaviti. Sem rekel, ja ne, moramo mu dati šanso, in seveda si šel, vse si daleč prišel, nekaj v polfinale, ne vem. Dva kroga sem šel čez, pa sem pa zgubil. Ja, ampak mislim, da si nekje na goloto igral, ne? Se pravi, ja, tam je bilo neke gole slike. Očitno si imel to že malo v krvi, da znaš vzbuditi radovednost, da znaš tudi malo sprovocirati, ne? Tako kot si tukaj napisal na svoji knjigi, Razgaljen do golega, ne? To je knjiga, nad katero se boste mogoče zgražali, ne? Ampak se z nje tudi veliko naučili. Se pravi, to je tvojem karakterju očitno že tudi takrat bilo in jaz tudi to razlagam, ne? V marketingu moraš biti črn ali pa bel. Se pravi, če si siv, če ne izstopaš, če te imajo vsi radi, ja, pol nisi naredil vse prav, ne? Sploh v današnjih časih družbenih omrežij, ja, moraš imeti tudi neke hejterje, sovražnike, sam si se pa naučil, imaš trdo kožo, tudi kot jaz, če te kritizirajo, fajn, ne, najhujše, če nihče ne govori o tebi, ne. Sploh pa, če to delaš, kar delaš srcem, pa pošteno, pa če verjameš v to celo zadevo, ne. Zanimivo, da se spomniš tizga. Ja, zato, ker se spomnim pogovorov, kaj ne s tem gorcem naredimo, ne bomo to objavili, ja boste, sem rekel. Ja, Najdi.si sem uposkal probleme, tudi ko sem kakšne nove strani opisoval, so zavračali, pa ven jih metali, pa tako naprej, ne. Ja, to, če si na meji, ne, se vejo, se v bistvu tudi na nek način ti si skoraj v tem poslu, kot jaz se veš, jaz sem bil 2 leti direktor marketinga in prodaje na delu revije, ne, Lady, recimo, Tračarske revije, Ana in tako, ampak na kaj igrajo rumeni tisk, Tračarske revije? Dobri naslovi, dobri podnaslovi, pa hude fotke. Ali je na fotki neka znana osebnost, ne, celebrity, ali pa tema takšna, da vzbudi pozornost. In zdaj te Tračarske revije več niso toliko popularne, ker ljudje malo berejo, sploh ne revij, tudi nažalost knjig, če dalje manj berejo, ne? Samo je pa te zadeve pa berejo na internetu, ker vidiš iste naslove in tako naprej. In takrat tudi ni bilo reality showov, so se reality showi. Se pravi, ja, v bistvu žanr je isti, ampak se je premaknil na drug medij. Še zmeri tudi pri frizerju punce in ženske berejo te revije, ampak naklade, recimo iz mojih časov so padle, ne vem, iz 100,000 na 10, 15, ne. Ampak medije še zmeraj v redu govorijo o naravi medija. Naravi medije je, da moraš šokirati ljudi.
vzbuditi pozornost in dati nekaj novega, nenavadnega. Ne? In isto je v prodaji. Se pravi, če ti trdiš, jaz sem pa skoraj najboljši ali pa jaz sem pa tretji najboljši v panogi, na ta način naš prodal. Ne? Ali pa, če rečeš, da si najcenejši, to je že v redu. Ampak če rečeš, nisem čist najcenejši, ampak skoraj najcenejši. Razumeš? Hočem povedati, najdati moraš svojo zgodbo, ki jo bodo ljudje pripovedovali naprej, ne, ki bo unikatna, ki bo tudi resnična, ki bo iskrena, ampak mora biti nekaj posebnega, nekaj takšnega, da rečejo ljudje, wow, to pa zanimivo, je to sploh res. Ne, tako, v tem stilu. Moramo ves čas provocirati, ampak na pravi način, vzbuditi pozornost. Tukaj za mano imaš tudi Sugarmanovo knjigo, ne? Sicer ne sprožilci, ampak tukaj noti sprožilci so opisani. Eden od psiholoških sprožilcev, na katerega pogosto igramo v prodaji, je radovednost. Ne? Ljudi hočemo v zakulisje pogledati, sploh znanih osebnosti, kaj delajo v prostem času in tako naprej. Ne? Zato Sugarmanovo knjigo govorim, da če prebereš, da si sigurno 10,000 evrov več ureden in tu verjamem. Vem, in sem prepričan. In sem že dvakrat prebral in jo moram tudi tretjič. In po moje tudi jo moram zdaj tudi tretjič in se bom lotil, jutri se bom lotil, ko bo slabo vreme, pa se bom lotil, zato ker je tukaj dobra, pa bom se dobil kakšno idejo za prodajo moje knjige. Tako da... Imam idejo, ki prej sem te vprašal, koliko kilometrov narediš na leto. Ne? Jaz recimo veliko poslušam tudi knjig. Tako da recimo ravno Sugarmanovi sprožilci so na audiobook tudi v slovenščini. Se pravi recimo 5-6 naših knjig. Kje pa so to? Audiobook, to je slovenščina. Poznaš, ne? Poznam. Poznaš, no, oni imajo zdaj, po mojem, že okoli 1000 knjig, ampak 10 naših, tudi teh mojih prodajnih knjig. In celo jaz sem jih poslušal 2-krat sprožilce, čeprav smo prevedli, pa prebral sem jih 10-krat, ampak že zato, ker mi je zanimivo, ne, v angleščini jih poslušaš, v slovenščini in sam veš večkrat, ko isto knjigo prebereš, druge ideje se spomniš, dobiš neko novo stvar ali pa za zadevo, ki si rekel, pa to moram narediti, pa rečeš, zdaj pa res bom naredil. Ne? Tako da o tem govorim, da recimo kriminalko je še nobeno nisem 2-krat prebral, ne? Ker pa jih berem, ne, tako za hec. Ampak poslovne knjige pa imam 10-15 knjig, ki sem jih pa že več kot 3-krat prebral, zato ker vedno najdem neko novo zadevo, ne, v knjigi. To drži, siguren. Sam nekaj bi te še vprašal, ko si prej omenil, si rekel, da imaš vse zastonj na internetu. Kako pa tle ti to gledaš, ker jaz to vidim iz svojega posla, rečemo iz področja SEO optimizacije. Vidim, se neki delajo hude, se delajo neki hude strokovnjake, pa niso taki strokovnjaki, ki so. Tako da jaz na Amazonu nikoli, mislim se, mene knjiga najboljša na papirju, ampak tudi, če mi ne bi bila na papirju, nikoli ne bi kupil une, ki je samo v elektronski obliki, zato ker menim, da to, da jo natiskajo, da je le neko sito, da je bolj resna, boljša. Kaj pa ti misliš o tem? Ja, zdaj lahko govorijo čisto na splošno, kako se ljudje to tudi... Lahko čisto na splošno malo poveva, kako ljudje se sploh odločajo za nakupe ali pa tudi za nakupe knjig. Ne? A se sam veš, ti se veliko tudi s turizmom ukvarjaš, kako zbereš apartma. Pogledaš na Bookingu, na primer, no? Pol pogledaš oceno, ne? Pa pogledaš mnenja in tako približno je po knjigi. To, kar si ti povedal, je eden od kriterijev. Se pravi, če je tiskana izdaja, je en plus. Če je avtor znan, če ima veliko mnenj, če je na kakšni bestseller listi, če si za to knjigo slišal, dobil priporočilo, je večja verjetnost, da jo kupiš. Kako jaz kupujem knjige? Jaz v glavnem pač priporočilo najboljša zadeva. Če mi reče kdo, to moraš prebrati pol brez pokupam. Ne? Druga način je, brskam po internetu recimo za neko temo, ki me zanima, pol vidiš, kdo tam je player in jaz grem dostkrat na to je pa audible.com, to je pa angliška, ker imam tam tudi 300 knjig gor kupljenih in poslušam, tam zmeriš preview in lahko 5 minut knjige poslušaš. In to poslušam. Drugače pogosto, v preteklosti sem jaz zmeri tako delal kot ti, tiskana knjiga, prebereš in tako naprej. Včasih sem kupil še na Kindle verzijo, zato ker če še greš na dopust, imaš lahko na tablici več knjig. Danes se mi pa zadnja 3-4 leta obratno dogaja, da najprej kupim zvočno verzijo
In če sem res zadovoljen, hočem tudi tiskano. Ker tiskana ima svojo vrednost. Ne? Tiskana knjiga, veš, lahko greš kadarkoli, točno na določeno poglavje, lahko celo nekako greš na kazalo, preskočiš in pametno je konzumirati informacije iz več medijev, ker potem tudi v glavi več ostane. Recimo, poznaš Alexa Hormozija? Ne. Okay. Kdorkoli to posluša, pogooglejte ga. On je napisal 2 knjige, $100 Million Offers, pa $100 Million Leads, v glavnem po milijon je vsake prodal, ampak on je zanimivo statistiko povedal, koliko kupcev je kupilo njegovo zvočno knjigo, ne, elektronsko knjigo, pa tiskano knjigo, pa še na YouTubeu lahko pogledaš. In zanimivo je, da YouTube je zastonj, zvočna je lahko v eni verziji zastonj, v eni pa plačaš, tiskana ni zastonj, ne? In elektronska je najcenejša možna, koliko pusti Amazon, po 3 evre. Se pravi, od skoraj nič evrov do recimo 30 evrov. Ne? 25% zvočna, 25% elektronska, 25% tiskana, 25% nekaj. Vsak medij, ne, YouTube, ne? Se pravi, konzumacija je bila četrtina, je prek YouTubea konzumirala. Ampak pri YouTubeu je bila čisto zastonj. Ker on dela na tem, da gradnjo blagovne znamke in postine, se pravi, priporočam, to je eden od teh avtorjev novejših, ki ga tudi jaz spremljam, Alex Hormozi, on v bistvu ima zdaj že portfelj, po mojem, okoli 100 milijonov je vreden, ima različne firme, začel je s fitnessom, zato ga rad poslušam, jaz zmeraj rad poslušam podjetnike, ki so v praksi nekaj naredili, pa povejo svojo zgodbo. Pa še širi, ne, celo za direktorjem marketinga njegove firme sem bil v Londonu na kosilu in tako naprej priporočam, ampak stvar, ki si jo vredno zapomniti, če kdor to zdaj posluša, je, če prodajaš neki informacijski produkt, ne, potem ponudi na več načinov, ker nekdo bo raj prek YouTubea, nekdo bo raj tiskano verzijo in tako naprej in tudi različni cenovni razpon. Tudi, ko si začel, ne, ja, na internetu je veliko stvari brezplačnih in pravilno, da smo skeptični. To je res. In je zelo težko izbrati. Se pravi, danes imamo poplavo informacij. Zdaj, od koga boš dobil tisto pravo informacijo? In jaz, ki prodajam tudi informacije, ne, jaz sem za stališču, da čim več stvari je treba ljudem dati, tudi čim več stvari ljudem na nek način treba da zastonj, to je moja politika, zaradi tega, ker običajno se tako zgodi. Recimo nekomu daš zastonj nasvet v smislu YouTube video ali karkoli. In eni ga uporabijo in te več ne kontaktirajo. Moje stranke so pa tisti, ki to pogleda, pa prav, Aleš, a bi ti prišel v našo firmo, pa nam pomagal to narediti? Ali pa, Aleš, a bi prišel v mojo firmo, pa izšolal moje prodajalce, da to naredijo. Sej vem, da bi lahko sami, ampak vem, da ne bodo. Razumeš, ne? Se pravi, običajno, ne, se pravi, če prodajaš informacije, lahko daš veliko zastonj, se sam veš, ne, jaz sem imel veliko brezplačnih seminarjev, rekord slovenski 4000 hala Tivoli, pa tudi ti si predaval na teh, ne, tam smo dajali zastonj. Oni so nas zastonj spoznali in verjetno si dobil tudi ti na teh seminarjih kakšno stranko. In kakšno stranko si dobil? Ne? Jaz sem jih dobil ogromno. No, sej to, o tem povem. Najboljše. Najboljše, ne? Se pravi, najprej daš, oni te spoznajo, ugotovijo, da imaš kvalitetne zadeve in potem hočejo več, vsak pa ve, ne, da osebno svetovanje pa ni zastonj, ali pa če priješ v firmo, ni zastonj, ne, in tako naprej. Se pravi, jaz verjamem v ta način distribuiranja informacij, ljudem lahko dava midva veliko stvari zastonj, ker to ne boli, ne, in v bistvu, če si pogleda nekdo večkrat tvoj video, tebe nič ne boli, sem vesel si, ne, in mene isto. Pol pa, če nekdo še pokliče, pa naredi mail, pa reče, Aleš, mi bi pa radi, ker večina mojega biznisa zdaj je, v firmah delamo seminarje, manj jih delamo teh odprtih, ker se je tudi malo trg spremenil, po koroni nekako je malo težje zbrati v eni dvorani 300 ljudi iz različnih koncev. Ne. Imamo ogromno seminarjev, ker iz iste firme pridejo, pa 2-3 firm pridejo. Ne. In trg se ves čas spreminja. Ne. Kako ljudje, jaz temu rečem, konzumiramo informacije, se spreminja. Trači včasih v reviji, zdaj si samo ugotovil na internetu, ampak vedno trač pa dela, ne? Ljudje hočemo to nekako zvedeti. Ne? Ja, to drži. Tudi včasih, kako se mu ta marketinška konferenca, ne vem, to se mu trikrat isto. Ne? Ja. Na 3 lokacijah. Ne, še več. V bistvu je bilo tako. Enkrat smo naredili v hali Tivoli 4000 ljudi in sem jaz opazil, da to je super v smislu,
da imam nekaj za pokazati, pa recimo, da je rekordno. A veš kaj, danes vsi govorijo o followerjih, ne? V tistih časih sem jaz imel followerje, ko so dali za benzin, pa prišli, pa tako, no. Ampak logistično, če hočeš kaj zaslužiti, je 4000 ljudi težko obdelati v tem smislu, ker mi smo tam prodajali knjige, pa abonmaje na naše seminarje. Pa sem jaz rekel, namesto 4000 ljudi, jih bomo mi dobili 4 ali pa 5000, ampak po 600. In takrat, ne, smo šli smelt, enkrat, dvakrat, kaj smo imeli, gospodarsko razstavišče, dvakrat, Habakuk, dvakrat, ne. Po celi Sloveniji smo imeli turnejo in tako naprej in takrat ljudje so radi hodili na seminarje brezplačne in takrat je bila to novost in beseda brezplačno je včasih delovala bolje, kot deluje danes. To sam veš, ne. Danes v bistvu lahko rečeš, da je marsikaj brezplačno, včasih celo toga, koga zdaj že odvrne. To je trik, neki nam bodo probali prodajati in tako naprej. Tako da ves čas je treba spremljati psihologijo ljudi, kaj trenutno pali, ne? Kaj trenutno je tisto, kar se ljudem zdi iskreno, ne? Ker takoj, ko imajo občutek, da bodo morali nekaj kupiti ali pa da jih siliš v nekaj, ne radi to počnemo. Ljudje radi kupujemo, nimamo pa radi, da nam nekdo prodaja. Ne? Sploh ne na silo. Ti nisi bil nikoli vsiljen. Ne, nikoli. Ne, to je moj stil. Ti si postavil tam cel kup knjig, ne, tako da jih nisi mogel spregledati, 50% popusta in to smo zmrn kupovali, ne. Drugače pa te marketinške konference sem jaz mislil, to pa ni bilo brezplačno, to, ko smo imeli. To je bil pa tak mal cenovni razred, okoli 300 evrov, ne, in tega je, to še zmeraj tudi počnemo, tudi recimo zdaj bomo naredili nekaj podobnega, ne, 17. oktobra v Ljubljani, imam enega gosta iz tujine, iz Amerike, Ted Wright, in on bo govoril o word of mouth prodaji marketingu, se pravi prodaja od ust do ust, ki je v bistvu najučinkovitejša metoda vseh časov, vse vemo. Ne? Ravno zato od ust do ust to pomeni, če ti mene vprašaš, poznaš koga, ki, naprimer, ne vem, kupujem nov laptop, ali še poznaš koga, ki mi bo priporočil pravega prodaja. Če ti jaz rečem, Tomaž, moj friend ima firmo, to dela, on ti bo točno povedal, kaj je zate dober, pa še, ko mene poznaš, boš dobil dobro ceno, je konc, ne? Je prodana zadeva. Mislim, velika verjetnost je, da boš to naredil. Ne? In zdaj, se pravi, Ted Wright se s tem ukvarja že 30 let in pomaga podjetjem praktično brez budžeta kreirati ta word of mouth. Ker to je umetnost. Ne? Na eni strani imaš vedno lahko oglaševanje, ampak pri oglaševanju smo ljudje zmeraj skeptični. Kakor je bilo včasih. Ne? Če si v reviji videl oglas, pa članek novinarja, si malo bolj verjel članku. Zdaj smo se že naučili, da je lahko vse plačano, ne? Ampak kljub vsemu. Oglas deluje malo slabše, kot deluje neka iskrena zgodba, ki jo zveš od znane osebnosti. Še najboljše pa deluje, če ti nek prijatelj neko zadevo priporoči, prijatelj, znanec, sodelavci in tako naprej. In to je seminar za tiste, ki želijo podjetja, rast blagovne znamke, ampak želijo, da se to širi organsko. Se pravi, samo od sebe. Ne zmeri samo z investiranjem. Ne? In recimo kdaj smo imeli? Včeraj smo imeli brezplačen webinar s Tedom, posnetek lahko tudi, ne vem, pošerava link in tako naprej. Ne? No, recimo ena od njegovih zgodbic je, kako je v Združenih državah Amerike za več kot 500% povečal prodajo čokoladnega mleka. Brez oglaševanja. Se pravi, samo in razloži cel mehanizem, kako to narediš. Ne? Kako narediš, on je rekel, začeli smo, ne vem, 60 različnimi zgodbicami. Se pravi, kako bi lahko kaj povedalo o čokoladnem mleku. Z teh 60 smo jih testirali, izbrali tisto zadevo, ki se je najbolj širila, veš, od ust do ust. Potem smo pa morali poiskati ta prave ljudi, ki jih ljudje poslušajo. Ne? In ta njegova zgodbica je bila v Ameriki, so to naredili z ameriškim nogometom. Vsi tam mali hočejo igrati nogomet. Koga poslušajo mladina, ki trenira nogomet? Coacha. In če coach reče, chocolate milk is good for you, ne? Veš, in pol s pravimi par coachi se je začelo razširiti. V Ameriki je za petkrat, ne? Čokoladno mleko, ki je taka stvar, ki bi rekel, pa se to ne moreš več nič narediti, ne? Pa lahko, ampak teh primerov je ogromno. Ne? Tako da mi bomo izdali tudi v enem tednu bo knjiga
od Teda Wrighta gotovo, tako malo promocije, prodajamo. To imaš tako, tukajle platnice, v bistvu, tako ne? da razložim, ja, platnice sem sabo povedal, ampak se veš, jaz ne nasilno prodajam, se pravi, knjiga bo na voljo, seminar, ena stvar, ki jo lahko ponudila tvojim poslušalcem, gledalcem, je pa link do brezplačnega webinarja. Ne? Bomo dali link. Tako, in 50 minut je pogovora mojega s Tedom Wrightom. To je v angleščini. V angleščini je ja, ne, drugače pa bomo naredili tudi kakšen povzetek, ampak knjiga je pa v slovenščini. Ne? Se pravi, tudi novo knjigo smo izdali. To, v bistvu, ko sem me vprašal, konference, ja, še zmeri seminarje, ja. Jaz sem včasih organiziral zelo veliko teh predavateljev iz tujine. Zdaj malo manj tega, ampak to je taka luštna priložnost. Prišla imam partnerje v Italiji, Ted Wright pride v Italijo in ima en teden predtem v Italiji seminar, pol pride v Slovenijo, večerica, naslednji dan seminar, gre za ženo, je prijetno koristno narediti, tako da tudi to moramo povedati, ne, včasih lahko zelo veliko plačaš za kakšnega predavatelja, lahko pa se tudi zmeniš na ta način, da pokriješ te osnovne stroške, kakšne letala, hotele in tako naprej. In je pol to bolj dostopno za publiko. Tako recimo ta seminar stane samo 250 evrov. Ne. Tako da, to je to. Se pravi, ja, naš biznis je poslovno izobraževanje že od leta 95. Že tudi prej, ko sem jaz že 89. imel prvo firmo, smo pa tudi delali na izobraževanju. No, ves čas je to moj biznis. No, cena je zelo ugodna, ne? Jaz se spomnim na tvoj prvi seminar, ko sem šel, je bila cena... To je bilo v tolarjih. $70,000. Je bilo toliko? Ali pa 50. Ali pa 25, če si šel na nemogoče delavnico. Nemogoče. Ampak to je bilo v stilu 300 evrov je bilo, no? Več. Pa si šel pa na eno drugo. Ne, jaz sem šel nemogoče. Bila je pa tam v Brežicah, na Bizeljskem. Ja, Pristinič. Najboljša lokacija do zdaj, kar sem v seminarje, tako da tu pogrešam. Ne, cena je bila kar taka, bi rekel, ena plača takrat. Taka. Srednja. In potem sva te z bratrancem malo nategnila, tudi še nisem povedal, ne. Je bilo, če se pa ta drugi z firme prijav, je bilo pa čist nekaj malega za doplačati. In mi smo se kao obedva skupaj prijavljali. Ja, pa to sem jaz vedel, na to sem računal. Drugač pa ena recimo stvar, ko vidim, ko si malo pojamral za tisto ceno, ampak čeprav se ti vse skupaj izplačalo, veš kaj sem jaz ugotovil? Ne, izplačalo se je ful. Ampak res eno psihologija prodaje, to smo mi ugotovili in to pravijo vsi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Veliko boljše stranke dobiš, če je cena višja, in večja je verjetnost, da nekaj naredijo. Se pravi, recimo za Teda Wrighta bo veliko ljudi, do zdaj je 350 ljudi že pogledalo ta webinar, ne? In ker je zastojn, ga pogledaš, malo prebrskaš, dobro je povedal in ne narediš nič. Če že daš 250 evrov, se že sam pri sebi malo butasto počutiš, da naslednji dan, ko prideš v službo, nič ne narediš. Ne? Če bi bilo pa 2 ure pa pol, bi pa cel teden študiral, kako uporabljati zadeve, ki si dobil. Pač tako deluje to cela zadeva. Ja, enako, če si osebnega coacha najdeš za trenirati, ne, in ga plačuješ, ne vem, na uro, koliko so zdaj 60, 100 evrov, ne vem koliko, je večja verjetnost, da prideš v fitness in večja zadeva, da delaš in da ga poslušaš. Isto je bilo v doma delo, ne? Skletce, pa jih ne delaš. To se ne strinjam s teboj, zato ker tukaj sosedna ima ena punca vadbe. Ja. In takrat med korono, pač kakor se je dalo, oziroma morda tudi nismo se po pravilih delali, zdaj je tu zastaralo, ne? Tako. Ne, zdaj celo lahko stožiš državo, če so te kaj kaznovali takrat, ker je bilo vse protiustavno, ampak pusto to. Dobro, v glavnem k njej sem hodil, malo za podporo, ker biznis je pol na nulo, ne? Sem videl, da ne znam narediti pravilno niti počepa, niti sklece, niti trebušnjaka, tako da ni to čist res, da lahko sam delaš. Ja, ne, tle se strinjava. Ne, moraš, ja. Ne, jaz sem mislil, športnik sem bil, vse, da to znam. Jaz sem mislil, da hotijo ženske, ki nimajo drugega dela, ampak ni tako. Pravilno moraš delati. Točno, narobe sva se razumela. Ja, hočem to povedati, ne. Doma na nek način samo
lahko greš najprej, te nekdo nauči, pa doma delaš, ampak verjetnost, da boš ustrajal, je manjša. Ne? Zato fitnesi obstajajo, tam si ali pa trenerji, ker čutiš neko obveznost. Največja verjetnost, recimo, da bo nekdo ustrajal v fitnesu, je, če se recimo mi dva skupaj piševa, sploh dve kolegici. Ja, to. Pol je gotovo. Ti prideš in ona reče, ja, Polona že ni mislila priti, ampak je kolegica rekla, da bo prišla, bo še ona prišla. In tem stvari moramo mi, ki prodajamo, tudi upoštevati. Ne? Če imaš fitness center, pol je fajn, veš, da mogoče imaš popust, če sta dve ali poseben deal, fajn je, da tudi prodaš polletno, celoletno karto, zato ker ti spet povečaš verjetnost, da dlje časa ostajajo, ker veš, januarja se vsi upičajo in tako naprej. Se pravi, vsak biznis ima svoje specifike, ne? In tisti, ki so dolg časa v panogi, jih poznajo. Ne? Tako da je pa res to, več investiraš, večja je verjetnost, da boš tudi nekaj naredil. 100%. In se sam tudi veš, ne? Tiste nasvete, ki jih daš ti nekomu zastojn, nič ne naredijo. Nič ne naredijo. In te ne poslušajo in ti jim dobro hočeš in zamahnejo z roko. Ne? Da povem par stvari na to temo. Rečemo, ta tvoj prvi seminar, meni se je takrat res drag zdal. Čeprav takrat sem v diskoteko je laufalo, jaz sem ti spokasiral najbrž v 15 minutah v diskoteki, tako da sem ti že dal nekako, ampak se mi pa zdelo velik. Ne. Ampak naučil sem se toliko, da če bi bil ta seminar 5-krat dražji, bi se ga splačalo tudi verjeten, če bi se 10-krat, veš, koliko sem jaz dobil idej za letake, ki sem jih delal pa to. Jaz se upam staviti, se tudi, če boš knjigo celo prebral, boš videl, jaz sem v diskoteki imel take ideje, ki jih ni nobeden imel, in to je velikih izviralo iz tega tvojega seminarja. Ja, to se mi že parkrat pravo te zadeve, tako da bom še prebral, ne? Ampak ja, res je. Ampak še zmeraj vztrajam v tem, da uporabiti je treba te zadeve. Se pravi, dejansko lahko na ti, ne samo mojih, vseh seminarjih ali pa na spletu res dobiš dobre informacije, ampak pol je treba res testirati pa probati. Ne? Ti si tudi probal, ne? Enkrat daš kuponček, drugi daš pijačo cenejš, tretjič da 1+1, pa si gotovo, kaj dela, kaj ne dela, ne? Ali pa early bird, ali pa na začetku, na koncu, testiraš različne zadeve in najdeš rešitve. Jaz, ves čas imamo že slogan, investirajte vase, razen če mislite, da ste slaba naložba. In mnogi ljudje nekako, ne vem, zakaj nimajo te volje investirati vase, ali ne verjamejo res, ali se jim zdi neumno, ampak a veš, če je nekdo pred tabo prehodil neko pot, pa je fino ga vpraša za to. Tudi zadnje čase ti se s turizmom ukvarjaš. Ne? Je veliko boljši na neko destinacijo z nekom, ki je že to preizkusil, ki ti lepo vse pove, kje se splača, kje ne, kje je dobra storitev, ni, to je za videti. Ali pa seveda, če vse samo odkrivaš lahko, ampak malo dlje traja, ne, pa dražje je. Običajno. Ne? Se pravi, smisel izobraževanja, tudi smisel šol vsega je tega, da je bližnjice, da se naučimo in da zadeve uporabimo, ne, v praksi potem. Ne? No, jaz sem po tem tvojem seminarju na naslednjega, ko sem šel pa od časnika Financ. Ti se je bilo pa 3-krat dražji kot tvoj seminar, ampak sem rekel, moram, takrat sem bil malo v krizi in toliko sem pa bil, da sem vedel, da to moram iti, da bom dobil neke ideje, znanja in tako naprej. In ja, ti seminar je bil pa, ne vem, 2 plače bi rekel, ali pa 3 celo mogoče. In vem, 1 uro sem prej prišel, da slučajno ne bi zamudil, ker 5 minut, če bi zamudil, je to bilo nekaj, to si minuto plačal, mogoče 50 evrov bi rekel. Ne? V prvo vrsto si šel, tebe poznam. Takrat še ne. Sem jim pa potem na Finance napisal pritožbo, da je tu vse skupaj en kurz seminar, da pri tebi veliko cenejš, pa da smo imeli mizo, ker tisti, da imaš mizo pred seboj, je tudi drugo, ker pa smo bili čist tlačeni. Ne? In sem jim povedal še en seminar za ston. Potem no, sem pa spet na tvoje hodil, potem pa, če se spomniš, ko smo unga brezplačenega, ko si pa mu en komplet 20 seminarjev si skupaj lahko. Tako, ja, abonma. Ti se bilo pa potem seminarje, ki bi zdaj rekel, 50-60 evrov. Ja, ampak si moral da pa recimo 700 evrov si moral da to naprej, zato da si ti abonma, kakor gledališko sem to naredil. Ja. Ampak veš, da tam, ko si ti prepodal, na tiste seminarje sem pa mrzdaj 50 minut zamudil. Če bi bil pa toliko drag, pa ne bi, ne? Tako da to je zanimivo. No, ampak, a veš, če gledava, kaj je pač poslanstvo moje pomagati podjetnikom, ne? In zato imamo
Odzmeraj smo imeli različne cenovne razrede, zato ker moraš imeti tudi poceni seminarje za vstop. Ker nekdo te ne bo niti zbral poguma, da te testira, če bi bila recimo vstopna cena zdaj 2000 evrov. Bi rekel, sej mogoče res, ampak nimam, ne vem, preveč tvegano. No, pa še eno zadevo omenimo. Naši seminarji so bili odvedno in so še zmeri money back garancija. Ne? Če nisi zadovoljen, brez vprašanj, takoj vrnemo denar. Recimo na delavnici nemogoče sem imel, mislim, da okoli 5700 ljudi in 7 je zahtevalo denar nazaj. Ne? Pa, čeprav jaz nisem nikoli vprašal, zakaj, so mi tudi rekli, gospa je rekla, sem zgrešila temo, tako, v bistvu so se vsi opravičevali, ne, ni bilo tisto, ampak razumeš, to je totalno majhna številka, zato, ker smo pa poudarjali, da nič ne tvegaš, smo pa veliko več ljudi dobili, zato, ker to je spet ena osnovni princip, ne, eden od psiholoških sprožilcev, temu se reče prepričanost v kupčevo zadovoljstvo. Se pravi, če jaz tako verjamem, da bo dober na seminarju ali pa da je odlična knjiga, da rečem, če ti ne bo všeč, ti vrnem denar, pa še, ne vem, pa še bon dobiš tle za kosilo v tisti restauraciji. Pa se rečeš, zdaj, ta se upa, ne? Če ne drugega, Lisa saj sam prepričan, da bo dobro. Ne? In na ta način mi smo to testirali. Z garancijo ali brez garancije, ne prodajno pismo. Z garancijo veliko več prijav kot brez garancije. Se pravi, garancije delujejo, ljudje imajo to radi. V vsaki prodajni situaciji je tako, če prodajalec prevzame več tveganja nase, bo prodal več. Celo jaz, ko sem bil recimo svetovalca v eni druge največji turistični agenciji v Sloveniji, smo testirali to na potovanjih. Če ne boste s potovanjem zadovoljni, če ne bo vse tako, kot je opisano v katalogu, vam vrnemo denar. In je bilo število reklamacij isto, kot če ni bilo garancije, prijavilo se jih je pa več. Ker na začetku mi je rekel, ti poznaš direktor, Andrej je rekel, bo te bomo leš, če od vsi hotel denar nazaj, sem rekel, sej zato sem na tem produktu testiramo, pa je videl, da se nič ne zgodi. Se pravi, ljudi, ki izkoriščajo take zadeve, so, da se razumemo. Ampak jih je malo. Jih je malo, tako. No, to tvoje foro sem tudi jaz zmeraj uporabljal, ko sem se od tebe naučil in to, ja, sigurno deluje. Sem pa tudi sam pol enkrat na nov, mislim ne pol, hvala Bogu, da sem se odločil. Eno tečaj hitrega branja je bilo, to tudi ni bilo tako pocen in sem jaz rekel, ne, kaj, mislim, zdaj tako, kot ste rekel, tisto vstop človeka boli, da bo zdaj nekaj drago plačal, pa da ne bo nič od tega. Si plačaš ti drago, če si siguren, da dobro dobiš. No, in tam so garantirali, da boš 50% hitrejš bral, da drugače ti denar vrnejo. In jaz, ko sem kaj prišel, pa sem nas vprašali, zakaj smo prišli, ne? Pa sem rekel, da sem se odločil, predvsem zato, ko so dali to garancijo, sem rekel, da jaz bom čisto zadovoljen, če bom 20% hitrejš bral. Da če bom pa manj kot 20, bom pa denar nazaj zahteval. Da pa že zdaj povem, no na koncu je zgodilo, da sem več kot 100% hitrejš bral. Ne? Tako da viš, dobil sem pa na to, ko so garancije dali. Ker prej sem jih gledal celka, pa ni bilo garancije, bal sem se, da bom sam nekaj šel, bral nič hitrej in se nisem odločil. Ne? Tako da... Ja, ljudje imajo radi garancije in to tudi pokaže, da dejansko verjameš v tisto, kar prodajaš. Ne? Delujejo pa garancije in za produkte in za storitve. Za storitve so še bolj smiselne garancije, ker recimo, če jaz prodajam neko znanje, seminar, jaz prodajam nevidno stvar. Nevidno stvar v smislu, dokler nisi izkusil seminarja, ne veš, kaj si kupil. Tako, ja. Ne, če prodajaš izdelek, na nek način garancija tudi ni nujna, ne? Ker je lahko garancija v obliki testne vožnje. Evo, ali pa rečeš, ne, prodajaš fotoaparat, tlega imaš po sliki 50 slik nared, pa če ti bo všeč, a veš, ni to nujno, ker izdelek lahko sprobaš, ne, primeš in tako naprej. Storitev je pa nekaj, ki ne veš, ne. Drugače pa še kar se seminarju tiče, ne, en velik plus, ki ga jaz vidim, je ta, spoznaš ljudi, dobiš stranke. Tudi bom rekel... Moram ti povedati, ne, imam enega, ki je bil tretjič zaporedno že na delavnici, ne, mogoče sem rekel, kaj je zdaj to, ne. Prav, ker videl, avto je prodajal, ne, je bil dealer, ne, prav, vsakeč sem še en avto prodal, ko pridem k tebi, če imam le čas, pridem na delavnico, a veš, se veš, kako je bila delavnica, ne, mogoče so se vedno vsi udeleženci med sabo spoznali, ker sem vas premešal, ne. Noro dober. Tako je, ne, in pol je rekel, a veš, povsod povem, jaz sem lastnik avtosalona in seveda,
že od 40 ljudi, mogoče eden je že, da klikar kupuje, če ne drugega, pa ljudje smo takšni, veš, če poznam lastnika. Takrat, bo malo več popusta. Saj misliš, da bo tako. In on je rekel, se pravi, s tem si začel, da zato v bistvu te koronski seminari, mi smo jih ogromno prodali online takrat, še več kot sicer, pa fino je bilo od doma zame, ampak ta komponenta networkinga, druženja pa manjka. In to je res fajn stvar, da greš v živo, spoznaš živo enega, vidiš, ki ga že dolgo časa nisi videl, se usede z nekom, zveš nekaj novega, v starih časih smo zamenjali vizitke, zdaj si je malo po telefonu in to je to, ne? To je dodana vrednost. Meni je bil seminar, zmeram, to boljška dopust, rečemo, ne. To sem zmerno tako z veseljem šel, tako zmerno komaj čakal, to mi je bil tako dober. A s kakšno punco tudi spoznal na seminarju? Tudi. Nekaj običajno počakajo, veš, po seminarju pa kaj predavatelje vprašajo, zato vprašam, če je tudi kaj zate, ki ostajo kot udeleženca. Ne, sem zaglizala, kar nekaj je bilo, mislim, super, kakorkoli obrneš, ne, in jaz sem to zdaj ful pogrešal, tako da se ful veselim tega seminarja, ki bo, ne. Daj pa vsem malo povej, lahko malo poveš, kaj točno bomo zvedeli. Jaz te prvo, ko sem slišal, rečem, ko si mi ti to povedal, ne, sem rekel, se to pa zdaj mogoče ni tukaj interesantno, zdaj je le Facebook oglasi, tret, ne. Ampak potem sem pa pomislil, sem se pa spomnil tvojega seminarja priporočila. Bil sem na njemu, zato ker sem v ta abonma, ampak sem mislil, da ne bo nič posebenega. Madonna, koliko je bilo pametnega in sem rekel, ne, saj tle, to je tema, ki sploh ne poznam, glih zato moram iti. Da bom spoznal in sem prepričan, da bom dobil kakšne ideje, tako kot za prodajo svoje knjige, tako kot za neki Facebook oglas, ki ga bom delal, tako da mogoče še kdo misli tako, kot sem jaz mislil, ampak jaz sem pol hiter spremenil mnenje, tako da vem, da bo dober. No. Ne, odlična, Sera, še nekaj drugega nismo povedali. Se pravi, predavanje, ki bo 17. Najprej imam jaz predavanje 90 minut ravno o priporočilih. Aha, priporočila, to sploh nisem vedel. Tako, zato, ker je v bistvu zelo paše skupaj. Ne? Priporočila je kaj je problem. Kdorkoli ima podjetje, ima stranke, ki priporočajo. Je tako. Ja. Problem je samo, da ne znamo narediti, da bi bilo priporočilo kakor oglaševanje. Veš, danes daš 100 evrov oglaševanje, pa imaš oglas, ne? Priporočilo, kako sprožiti priporočila in tam si dobil veliko idej točno o tem, ne? Kako, recimo, vse eno stvar lahko povejo tako anekdoto, ampak da bodo videli, se pravi, kaj to priporočanje v resnici pomeni. To pomeni, da se stranke pogovarjajo o tebi, o tvoji knjigi, naprimer, ali pa o tvojem podjetju, takrat, ko tebe ni zraven. In zdaj, kaj mi dva lahko narediva, da sproživa pogovor, ne? In recimo ena taka stvar, jaz sem bil enkrat z družino na Floridi, smo bili, mislim, 8 tednov, tak luškan dopust, ko je bila žena še na porodniškem, pa smo lahko kombinirali, ne? In ta šefa Maja, ko smo bili pri njemu, mi prinese 3 kokosove orehe, lepo poslikane, umetniško, in pravi, te 3 kokosove orehe lahko pošljem tem tvojim prijateljem, sem da jim je naslove, bova paket naredila, moje darilo za tvoje prijatelje. Ne, sem rekel, lega hudiča, ne. Vse mi je bilo jasno, pol sem mu rekel, brez veze iz Evrope sem, ampak kako ti ta model deluje, rekel, super. Ko pol dobijo, recimo, kolikor ti zdaj dobiš od listja kokosov oreh, ne, kaj prvo stvar, kar narediš? Kje ste bili? A je bilo dober? Ker tam pa vse piše, kokoplan.com in tako naprej. Se pravi, on je našel način, ne, da pripravi svoje stranke do tega, da se pravi, pošljajo 3 svojim prijateljem, znancem, sorodnikom kokosove. Potem sem jaz to malo downgradal, ne, in sem predlagal slovenskim podjetnikom, vse, ki imajo kmečke turizme, karkoli, in tako naprej, dej časti svoje stranke razglednico. Razglednico skoraj več nihče ne pošle. In pridejo k tebi, recimo v tvoj kmečki turizem, ne, gostje in vsak mu daš 3 razglednice, znamko kupaš, reče, sem napište, kako ste se imeli telefino ali karkoli napište svojim prijateljem. In se sproži pogovor. Ne? In seveda, jaz bom v 17. 15 takšnih stvari, kot zdaj sem vam eno povedal, praktičnih primerov, kako lahko
na finto bova rekla, vržeš svoje stranke, da govorijo o tebi, da te promovirajo, ne, in to takrat, ko tebe ni zraven. Se pravi, to je ta moč priporočanja. Ne. Ted Wright govori pa word of mouth, ta zadeva je pa v bistvu, kakor bi rekel, jaz bolj o mehanizmih govorim, ne, on pa začne tudi pri osnovi. Ker moraš kreirati pa dobro zgodbo, ker če ni dobro... Se opravičujem, ker motem. Čisto kratek bom. Želim ti samo povedati, da takih intervjujev, kakor je ta, bo na mojem YouTube kanalu še veliko. In čisto vsak teden bo nov intervju. Imam že dogovorjeno z veliko zanimivimi gosti, tako da jaz ti predlagam, da si pogledaš tudi vse moje naslednje intervjuje. Če želiš biti preko maila obveščena za te najbolj zanimive intervjuje, ki jih bom imel, v opisu tega videa najdeš link, pa ga klikni in tam spoln obrazec in za tiste najbolj zanimive intervjuje, ne za vse, sem za tiste najbolj zanimive, ti bom poslal mail, da ga slučajno ne pozabiš pogledati. No, vse te zveste gledalce bom pa občasno koga nagradil za kakšno lepo nagrado. Pač nekoga bom izžrebal, da bo dobil kakšno knjigo, majico ali pa kakšno drugo lepo nagrado. To sicer ni nagradna igra, da bom zdaj to kar reklamiral. Vi, ki tole gledate, ste edini, ki veste za to nagrado. In namerno nisem dal tegale obvestila čist na začetku, ampak sem ga dal bolj proti koncu, zato, da se boste na to, se pravi na te novice, prijavili samo tisti, ki vas teli intervjuji res zanimajo. Tako da, še enkrat, v opisu tega videa imate link, kliknite ga in izpolnite obrazec in enkrat ali pa dvakrat na mesec boste dobili od mene mail o nekem novem, zanimivem intervjuju. Zgodbe, ne, v marketingu in prodaji ni dovolj, da govoriš resnico. Kakor? Ta produkt, ki ga imaš v roki, je to, pa to, pa to, pa to. In ljudje rečejo, to že vem, baš me briga, no, ne bomo nam naprej povedal. Ne? Ja. A vidiš, se pravi, ko si me prej vprašal za tvojo knjigo, tle je točno ta ključ. Ne? Temu rečemo tudi v marketingu, v oglaševanju, da moraš brati pravi angle, ne? Se pravi, na pravi način moraš povedati zgodbico. A veš, in ti lahko mi narediva recimo 60 možnih načinov, kako povedati zgodbo o Tomažu Gorcu, ne? In o njegovi knjigi. A veš, in zorni kot je lahko Tomaž podjetnik, ne? Lahko je Tomaž popotnik, lahko je Tomaž, ki je jagal babe, ne? Pa, ja, za vsako ciljno skupino, če kreiraš različne zgodbe, ne? A veš, zakaj, in tle je fajn se pogovarjati s strankami. Recimo, eden od načinov, mislim, to smo se včasih hecali, ne? Kje sem jaz dobil najboljši mnenje o mojih seminarjih? Nefiltrirano, nesprovocirano, na WC-ju med pauzo. Ker so se med seboj pogovarjali. Jaz sem šel na WC, ne, in pol med sabo, ti to lepo lisa zdaj povedal svaka čas, edino od žensk nikoli nisem mogel dobiti mnenje, ker ne, se pravi, da sem mogel poslati kakšno tajnico, ampak a razumeš, kaj mislim? Se pravi, ti moraš tako zgodbo narediti, da je vredna deljenja s prijatelji, z znanci, veš, da reče, to pa moraš vedeti. Veš, kaj je v norc tam not napisal? Ali pa pozitivno v tem smislu, ne norc, ne, ampak zgleda provokativna knjiga, ampak sem se iz neke ful naučil. Se pravi, iščeš različne zorne kote, različne zgodbe in najdeš pravo zadevo in pol lahko eksplodira. Pol moraš pa še to vedeti, ne, to o tem Ted Wright tudi govori, da v vsaki družbi je 10% ljudi, ki generirajo 90% pogovorov. Se veš, eni imajo to vse, to drži tako. Se veš, vsako družbo, ki prideš, je en.
eni ali zna vice govoriti, ali ima neko mnenje, mu prisluhnejo vsi, ne? In ti moraš na pravi način do njih priti. Se pravi, tle bodo konkretni primeri, kako to narediš, in jaz se največ naučim zmeri iz konkretnih primerov iz različnih panog. Veš, ker en ti najprej pove vse o grozdi in ti rečeš, super je povedal sem, kako mi jaz to naredil. In zato smo pri TED Wrightu še to zadevo naredili, da bo mogoče še daljše kot predavanje Q&A, se pravi vprašanja in odgovori. Ne? In ene stvari mi bomo že vnaprej pripravili, recimo ti mi boš dal vprašanje, konkretno, in bo on povedal, bom rekel, imamo vprašanje, ne, imamo podjetnika iz Slovenije. Evo, bom izkoristil to. Ja, valjda, ne. In to je to. In on prav, jaz sem ga tudi poslušal, zelo je dober ravno v tem odgovoru. To ne rajš dela, prav. Ker teorija je v redu, eno, ne, ampak in pol iz teh primerov se ljudje ogromno lahko naučimo. A veš, ker zmeri se moraš pa vprašati, ne. Tle pravilno razmišljati. To je bilo že na delavnici nemogoče. Ne, zato je bilo tudi naslov nemogoče. Ideja za to delavnico, takrat sem dobil Tom Schreiter, se je z mano po Sloveniji sprehajal, kadarkoli se dala komu kakšen brezplačen nasvet, ne, je bilo it's impossible. Nemogoče. Zakaj pa? In so našteli, ja, v Sloveniji to ne bo tako, in pa so rekli, no, to delavnica nemogoče, ker je vse mogoče, vse se da tudi narediti, samo moraš pravi način. Se pravi, vedno, ko nek predavatelj nekaj razlaga, se moraš postaviti v razpoloženje, ne, to pa jaz ne bi, to se pa ne da, ampak kako pa lahko jaz naredim? Kako lahko jaz malo adaptiram to njegovo idejo, pa da še zmeri se bo vse skupaj. Se pravi, s tem, bomo rekli, attitudem, odnosom moraš priti na delavnico, jaz bom zdaj izvedel nekaj za svoj posel. Ne odidemo tukaj, dokler ne zvem nekaj za svoj posel. In na isti način mora biti knjiga. Ne, jaz se tako bom rekel, tudi od slabih predavateljev sem se veliko naučil. Na koncu sem tudi napisal knjigo, kako pripraviti uspešno prezentacijo, ki je ne bi bilo, ne, če ne bi toliko in toliko slabih predavateljev poslušal. In to sem se, veš, namesto da bi bil slabe volje, sem se tako rekel, Aleš, zdaj pa študiri, kaj je vse zamočil, da ti ne boš. Pa si bil na kakšnem seminarju, ki si rekel, ni se splačalo iti? Na ta način sem se potolažil, kot sem ti zdaj rekel. Ja, bil sem, pa še nekaj ti bom povedal. Ne? Čeprav večinoma sem dobro izbiral, no, tako da sem pa bil, ja, na par takih, ki je bilo tako, ko sem se z bratom pogovarjal z Blažem, kako je bilo, prav sem rekel, ukradli so mi 4 ure, ampak bom preživel. Ne? Nisem se nikoli toliko na koncu sekiral za investicijo, kakor 4 ure, ali kakor je bilo izgubljenega časa. Ne? Ampak večinoma sem pa ravno s tem odnosom nekaj ven potegnil. Ne? Ker, a veš, človek, ki nek seminar organizira, pa knjigo napisal ali pa neko izkušnjo ima, moraš tudi sam poiskati nekaj v njem. Ampak, kaj sem začel? To ena zadeva je pa zelo pomembna za naš seminarski biznis. Ne? Jaz ful imam rad konkurente, predavatelje, ki so dobri. Z preprostega razloga. Ker, recimo, če jaz naredim eno super delavnico v enem podjetju, sem s tem povečal verjetnost, da bo to podjetje še nekoga drugega angažiralo. In obratno, če je nekdo drug pred mano, a veš, postavil temelje, zdaj se mi je pa že parkrat zgodil, direktor enega kličem, prav, veš kaj, on v bistvu pogovor, prav, zdaj pa bi mi spet organizirali delavnico, sem rekel, za dolgo časa se nismo videli, niste nič organizirali, ja, prav smo, ne vem, 4 leta nazaj nekaj naredili, je bilo čisto nič in zdaj ne morem moji nič, karkoli momenem rečejo, da je brez veze, ne. A veš, ko se enkrat opečeš, recimo ali pa je kadrovska direktorica se opeče, naredi nek team building, ni dober, kregajo jo zaposleni, direktor jo, ne, in ona pa na koncu se ful boji, ne, naslednjič nekaj organizirati. Ravno zato je pa ta money back garancija dobra zadeva, garancija zadovoljstva, pa veliko dajemo teh ali brezplačne webinarje, kjer lahko človeka preizkusiš. Tudi dostikrat rečem iz firmam kadrovskim direktorjem, če se bojite, pridite vi kot kadrovski direktor pogledati k nam na eno delavnico, pa zastonj. Pa če vam bo všeč, pripeljite druge. Ker smo samozavestni, da je dober. No. Ampak za kdorkoga posluša, če imaš dober izdelek ali storitev, garantiraj. Garancija je močna stvar. Veš, da pa jaz nisem bil na nobenem seminarju, ki bi rekel, da se ni splačalo. Bil sem na enem, ki je bila vsebina, bil tako, da bi lahko rekel, se nisem več iz nje naučil.
sem se pa ogromno naučil, kako je bilo vse organizirano, kako je bilo poskrbljeno za imidž, kako ljudi navdušiti, čeprav je bila vsebina brezvezna. Tako da jaz nisem bil še na brezveznem seminarju. Ampak vidiš, isto stvar si na nek način, drug način povedal kot jaz. Iskal si stvari, od katerih se lahko nekaj naučiš. Ne. Tudi moramo take, če koga ta biznis zanima, seminarski, tudi hrana je zelo pomembna, ne. Pauze so pomembne. Mi smo že parkrat, pa smo se pol naučili, z dobro hrano, ne, pa z dobro lokacijo lahko marsikaj nadoknadiš. Saj sam si isto povedal. Ne. Ja, to moraš tudi, ker rečemo zdaj zaposlenem, če firma plača seminar, pa če še zraven ful dobro za jest, gre pol radi, drugače pa pa malo manj, ne, tako da... No, še to mogoče, ne, ker se danes veliko po seminarjih pogovarjava. Veliko raje predavam podjetnikom, ki si sami plačajo, pridejo, ne, kot pa recimo velike korporacije, kjer je kar nekaj udeležencev, ko so skoraj pod prisilo, veš. Aha, ja, ja. In tisti vprašajo, kdaj bo konc še pred začetkom, pa tako. Jaz pravim, mora biti pripravljen in učitelj in učenec, če želiš, da je kombinacija dobra. Če učenec ni pripravljen, ti imaš lahko vrhunskega strokovnjaka, pa ne bo nič, ne? Ker je že odnos tisti, kaj nam tratijo čas. Ne? Ali pa sploh kakšni direktori organizirajo takšne izobraževanja ob sobotah, pa običajno ne delajo ob sobotah. Ne? Takoj vidiš, kdo se veseli te sobote in kdo bi najraje ga ustrelil. Ne? Zato, ker mi je soboto za izobraževanje naprtil. Jaz nisem razumel ljudi, ampak to ni bilo, da bi jim neke korporacije plačevale. So bili samostojni podjetniki, ker sem sam delal seminarje, prišel pol ure pred začetkom in se vsul v zadnjo vrsto. Mislim, v prvi vrsti več potegneš, sigurno, saj jaz vidim. A se lahko malo heceva, Tomaž, ne? So recimo sploh večdnevne konference, kjer se ljudje samo registrirajo in ne pridejo niti eno predavanje. Ne? Veš zakaj? Zakaj? Ker pride direktor s tajnico. Ne? To še nekako razumem. To nam je en ameriški predavatelj povedal, točno izkušnjo, in pol so prav na tem delali, ne, so imeli zmerjen 20-30% teh, ki so rekli, se samo počekirajo, ker rabijo alibi. Ne, ampak mi dva nismo v tem biznisu, to jaz nikoli nisem počel, tudi teh dvodnevnih zadev. Ampak ja, motivacija je lahko različna, ne, zato jaz najraje delam, in to so najboljše stranke, kjer je motivacija znanje. Kjer je motivacija to, da boš nekaj odnesel. Kjer je motivacija, da boš za svojo investicijo dobil nekaj, kar boš uporabil potem v podjetju. Ne. Ampak drugače pa se veš, te kongresi je velikokrat ta drugi del pomembnejši. Dobra lokacija, dobra žurka zvečer, druženje. In nimam nič proti temu, ampak organizatorji tudi to vejo in običajno, ko rečejo Portorož, ta in ta hotel, ta band bo zvečer igral in tako naprej. A veš, se pravi, treba je vedno vedeti, da ljudje kupujemo iz različnih razlogov. Tudi isto stvar, ne? Nekdo kupi telefon, ki ga nujno rabi kot delovno orodje, drug pa zato, ker je prave blagovne znamke, zato, ker ga da na mizo, je frajer, ne? Čeprav ne bo to priznal, ampak je to glavna motivacija. Zagotovo. Drugače pa, ko so druženje omenila, ne? Veš, za druženje morajo tudi predavatelji poskrbeti, da pride do tega druženja, zato ker ljudje so zadržani. Jaz se spomnim tvoje najboljše predavateljice, Dragice Korenjak. Ona je to že nas prej spoznala, drug z drugmu, nekaj smo delali, tako da pol, ko si tam v Brezovci prišel kaj na hodnik, da nisi ti sam bil, te kdo tebe odgovoril, ti si že z nekomu ven prišel, ko si se z njemu pogovarjal, tako da ona je to odlično poskrbela za to, ker jaz sem na začetku, ko sem hodil na te seminarje, sem bil tudi, nisem v take samozavesti in sem tisto med pauzo nekje sedel, pa neki telefon tipkal, šel na te stare Nokije, ne, se delal, da imam neke pomembne sporočila, pa v bistvu sploh ni bilo to, ne. Bi si želel s kom pogovarjati, pa nisem mu korajže, da bi do nekoga
drugega šel. Sicer pol sem to nekje slišal, da pač greš do človeka, reče živo, jaz sem Tomaž. In začneš pogovor in potem sem videl, da vsi drugi so, mislim, veliko drugih je bilo tudi takih levakov, kot jaz, da nisem imel korajže, ampak ko sem pol jaz do njih prišel, so pa bili, sem jim polepšal dan in sep, ne, tako da sem zenmo. Ja, lej, to se zelo lepo povedal, ker jaz sem tudi med tistimi, ki verjel, ampak nisem med odmori običajno na seminarjih tisti, ki nekomu pristopa pa tako. No? Zato je fajn, da je dejansko je zadeva tako organizirana, da se spet zgodi spontano samo od sebe. Ne? In če se spomniš na teh mojih delavnicah, to je tako potekalo, za mizo je bilo recimo 5 ljudi in po pol ure sem jaz rekel 1, 2, 3, 4, 5 in vsak se je mogel sedeti na mizo, koliko je dobil številko. Na mizah so bile pa številke 1, 2, 3, 4, 5. In če si bil ti 5, si moral mizo številka 5. In pol si se vsakih pol ure dobil z novimi 4. A to je bilo na nemogoče. Ne? Ja, to je bilo vrhunsko. To je en tak način, kjer noben se ni čutil, da zdaj pa more nekaj pa to. A veš, meni gre recimo malo na živce, če reče predavatelj, obrnite se k vašemu sosedu, pa mu povejte, čeprav je koristno, no, ampak meni je šlo to zmeri na živce. S čem se ukvarjate, on naj pa vam pove, s čem se ukvarja. Ne. Puste me na mir, ne, ampak tle je bilo pa bolj spontano. Ampak, no, meni pa to ni bilo tako napačno. No, vidiš, a veš, tle smo Ker je bil edini način, da sem spoznal ga zraven. Ja, razumem, no, ampak ta, veš, moja je bila malo manj tako grozilna zadeva, ne, ker si kar naenkrat imel omizje 4, ne, in med sabo so bili. Zdaj si videl, noben se ni počutil tako, ker zmeri imaš ljudi, ki se malo hočejo iti stran. Ne? Zdaj pa itak telefon super zadeva, da si skozi zaposlen moš nekaj pogledati. Se ne rabiš z nobenem druže, če se nočeš. Ne? Ampak veš, da če bi šel jaz nekam v tujino na seminar, ker čist noben ga ne bi poznal, bi verjetno glih tok beden izpol, kar sem pred 20 letom na prvih seminarjih. Ne? Tako da zdaj ti sam ne vem, kako bi se, mislim, bi se prisilil, pa bi do enega šel. Ampak zdaj, ker me malo bolj ljudje poznajo, zvem, kdo do mene pride, pa tu niti več ne treniram, pa mogoče ne vem, drugače pa čisto zastopam ljudi, da imajo problem s tem, zato ker sem ga jaz imel. Ne. In tudi človek bo veliko boljši vtis od seminarja, če bo 1, 2, 3 spoznal, kaj pa nobenega. Ja. 100%. Seveda, sploh, če na koncu je to tudi lahko zadeva, rečeš, vse vsebina je bila super, ampak veš, da sem pa cak, ne, dobil potencialno stranko ali karkoli. Ja. Niso nič povedala, kje se ljudje lahko prijavijo na seminar, kje bo? Zadeva bo v Ljubljani, na Dunajski, v prostorih zdravniške zbornice, to je čez cesto od World Trade Centra. Ja. Odspod je tudi parking, prijavijo se na naši spletni strani lisac-lisac.si, pa mogoče bo ne vem, kako bo to naredila, boš kakšen link podelil za webinar, pa tako. No. In za webinar in za prijavo. Se pravi, Lisac in Lisac podjetje najdete, tam so seminarji, verjetno boste dobili tudi kakšen mailing, če ste na kakšni listi naši, mi tudi veliko ljudi imamo na. Ne. Je pa danes tako, da je treba ljudi velikokrat spomniti, se veš, kako je to. Ne. Število ponovitev potrebnih, da se nekdo za nekaj odloči, je večje, kot je bilo včasih. Ne. Ja, včasih smo 7 govorili, zdaj je pa bližje 7, več 70 mogoče. Ne, sem tako, eno statistiko od ameriških, recimo retailerjev, ne, se pravi, to so trgovci, kot recimo Tuž, bil pri nas ali pa Mercator, ko recimo nekdo postane član kluba, ko oni imajo tudi jasno, oni so to izumili, ne, potem v naslednjih 3 mesecih s takšno stranko naredijo okoli 350 različnih kontaktov. 350krat ga kontaktirajo s pomočjo vseh možnih medijev. Ne? Starinski letaki, časopisi, Facebooki, elektronska sporočila, SMS-i, se pravi, ampak kar so ugotovili, je nadležno, ampak da deluje. Jaz seveda nisem pristaš tako nadležnega, ampak moj recept za podjetnike je bil že ves čas. S strankami morate komunicirati čim bolj pogosto, pod pogojem, da imaš kaj pametnega zapovedati. Se pravi, tudi na ta način jaz vidim recimo to določen pogovor, ne, in tudi sicer tvoje pogovore, ti sporočaš strankam, da imaš nekaj novega, da imaš nekaj, veš, vredno ogleda. Samo komuniciranje v smislu kupi, ni produktivno, ne deluje.
če pa jaz rečem, danes imam pa za vaš zastonj webinar na to in to temo. Ja, to mi nihče ne more zameriti, če mu rečem, da imam nekaj zastonj, poglej, če te zanima, če ne, ne. Mi gre, ja, če hočeš pa več, se pa prijavi tudi na seminar ali pa kupi knjigo. Ne, v ta način komuniciranja jaz verjamem. Doskrat tudi dam primerjavo z živalmi, si veš, jaz imam 100 živali, ne. Zakaj me ubogajo koze, ovce, pujsi, zakaj hodijo za mano? Ker vsakič, ko me vidijo, sem za njih dobra novica. Ječmen, koruza, jabka, nova paša, pogovor, ne, tudi živali se radi, ful imajo radi družbo koze, ne. Včasih hočejo, pobegnejo čez ograjo in pridejo k meni, ne zato, ko so lačne, ampak zdaj že dolgo nismo videli, ne, pa slučajno neha delati pastir električni, pa pridejo, ne, ampak razumeš, enak je strankam, če imaš ti za njih kaj pametnega, dobrega, koristnega, zanimivega, smešnega, lahko pogosto komuniciraš, tudi večkrat na dan. Čez pa dolg čas, pa nimaš kaj pametnega, pa ne. No, kot te imam glih tukaj, pa da te izkoristim kot strokovnjaka prodaje, daj mi en nasvet, kako prodajati moja knjiga. Rečemo se, 400 sem jih prodal, včeraj si rekel, da je to kar dobra cifra, ampak daj mi kakšen nasvet, rečemo. Še enkrat, da ponoviva, 400 sploh ni slaba zadeva, drugače pa delaš vse stvari pravilne, ne. Ljudje morajo pogosto zvedeti za tvojo knjigo. Knjiga je tudi ena zadeva, recimo, ne vem, po moje to še nisi počel, komentiral kakšno poglavje, podpoglavje, razumeš, ne? Zato, ker recimo ena zadeva, ki deluje pogosto v prodaji marketingu, recimo prodajaš knjigo ali pa prodajaš seminar, ne? Našteješ ene 15 alinej, kaj boš vse na seminarju izvedel. Ampak zakaj je veliko alinej? Zato, ker na eno od alinej bom jaz padel. To pa res hočem zvedeti. Razumeš? Se pravi, na tvoja knjiga je debela, je dobra, ne? Fajn mi je, všeč je tudi, ko so velike črke. Z očali, ne? Ampak lahko, a veš, to bi bil eden način, se ti bom pokazal, ko sem že enkrat za knjigo. Knjigo prebereš in potem narediš ene 20-30 alinej, ki so vse na nek način na skrivnost narejene. Kako je, Tomaž, to in to? Razumeš, ampak prav, da hočeš zvedeti, kaj se je pol zgodilo. Ne? In v bistvu igraš lahko na radovednost. Ne? Joe Sugarman, se veš, kako je on prodal 21 milijonov parov sončnih očal, tako da je vedno pokazal, ljudi jim je dal očala gor, pa snemal reakcijo. Kako se dobro vidi. Nikoli pa ni pokazal, kako se skozi ta očala vidi. Ne? Se pravi, kako zveduje, tako da kupaš očala. Se pravi, eden od načinov bi bilo, da igraš na radovednost. Pol so te stvari, ki jih itak počneš. Poiščeš partnerje, ki priporočajo tvojo knjigo. Iščeš partnerje, ki imajo sledilce, ki imajo veliko bazo, ki imajo nek dostop do stran, ki jim zaupajo. Ne? In tudi jaz bom tvojo knjigo priporočil, ampak na ta način, da bom našel za podjetnike, ne? So ene zdaj notke, niso čisto podjetniške, ne so, ne? In tako naprej. Ja, se pravi, tle, ampak v bistvu pogledaš, kaj se sicer dela, kako do bestsellerja prideš. Ne? Rabiš priporočila celebritijev, znanih osebnosti, rabiš nekoga, ki deli to med svoje sledilce. Še ti, ko se pojavljaš, še bolj to zadevo poudarja, potem vedeti moraš tudi, da knjige imajo dolgo življenjsko dobo. Tako da jaz vem, da bi jih ti 1000 danes prodal, ne? Ampak v resnici igraš lahko na to, da jih boš prodal v par letih. Ne? Vem, ne sliši se podjetniško dobro, ko midva veva boljš denar danes, kot po jutrišnjem, ne? Ampak ja, knjige niso tako muha enodnevnica. Ne? Se pravi, veš, ker nekdo danes ni pripravljen še na to, potem pa lahko zadevo zve, jo lahko aktualiziraš. Pojavljati se moraš na čim več mestih, pred ljudmi moraš prideti. Verjetno si tudi sam z oglaševanjem probal nekaj učinka, ampak po moje večinoma si ti prodal sam prek svojih kanalov tako, ljudem, ki te itak poznajo. Ne? Se pravi, to je to. Ti si že zdaj zgradil blagovno znamko, ki je malo tako mešana, ne? Veš, to sam veš, ampak, ne? Ampak si pa znan, ne? To je pa res. Ne? In to je zelo zanimivo, ker jaz drugače predavam, pa tudi verjamem v to, da so dobre blagovne znamke dosti enoznačne. Razumeš, ne? Se pravi, kakor ena sama stvar si in pol te bodo ljudje spoznali, pa noben te ne bo nikoli zamešal. Recimo, primer bi bil VD40, ne? Sploh več nima konkurence. Ne? Ti greš pa v različna področja, ne? Mal biznisa, mal potovanj, mal žensk, mal politike celo,
Ampak vse zato, da... No, politika se izogiba. Vem, ampak se ti zgodi, ne? Se zgodi, ja. Ne, to. Ja. Ne? Tako da spisek vsega, kaj lahko narediš, pa je hard work, ne? Ker, kot sem rekel, ta osnovna zadeva, najti čim več partnerjev, ki ti bodo priporočili, te povabili tebe v studije svoje, na svoje mailing liste, na svojih seminarjih in tako naprej, ne? Se je treba zmeniti, ne? Se sam veš, ne? In traja, ne? Ampak 10 tukaj, 20 tukaj, 40 tukaj, pa na koncu prideš na 1000, ne? Recimo, drugače pa 400 ni slaba stvar, se veš, jaz sem ti že povedal tudi naše cifre, ne. Par knjig smo prodali tudi po 6000, tudi 8000, recimo Sugarmana, Sprožilce, Bogati očka, Revni očka. Običajno smo pa z poslovnimi knjigami pri 1000 čisto zadovoljni, ne. Pri 300 pa nismo zadovoljni, ampak se je tudi že zgodilo, da smo jih sem 300 prodali. Ker ljudje zadnje čase, ne bom rekel, da manj berejo, ampak tudi manj kupujejo knjige, no. Ja. Konzumiramo pa še zmeraj informacije zelo radi in če dalje več. Se pravi, vedno bo trg. Sem format, kot sva prej rekla, ne? Pa ponudiš v drugem formatu. A imaš že audio verzijo? Ne. No, ko si glih to omenil, mene so klicali, si jim ti kontakt dal, ne? No, jaz sem rekel, to pa ne. Jaz sem zdaj tlele še 1600 knjig in zakaj bi zdaj z audio verzijo ven dajal? Ker se te stvari ne pokrivajo čist. Alex Hormozi sem povedal, četrtina. Jaz celo mislim, da sploh ni kanibalizma. Vem, kaj si se bal. Ne? Ja, da bom zato manj jih prodal. Tako, no, jaz mislim, da tega strahu. Kaj pa misliš, če v knjižnicah imaš knjige, jih manj prodaš? Ne. Tudi ne. Tudi ne. Veš, kaj je še celo dobro, ne? To smo mi parkrat se zgodili pri bestsellerjih, pri res dobrih knjigah. Recimo, ravno Bogati očka, dosti ljudi rekli, sem probal knjižnici dobiti, jo več nimajo, ga čakam 4 mesece, pošljite mi jo. No, jaz sem tudi nikjer čakanje 6 v čakalni vrsti. Vidiš. In na koncu eni izgubijo živce in jo kupijo. No? Tako da nič hudega ni, če si v knjižnicah. Daj mi še to malo povej, zadnje čase si veliko v Makedoniji, mi je bilo zelo všeč tisto, ko si mi rekel, je avionska karta, tako pocen greš na pier, pa mečkam spremeniš okolje, dobiš kakšno novo idejo in tudi pri meni je to. Meni sprememba okolje, to mi tako pomeni. Tudi rečemo knjige, ki berem. Veš, da če jaz doma knjigo berem, preden grem spat ali kaj takega, jo preberem, sploh ne vem, kaj sem prebral. Če grem že, včasih sem hodil v Dolenjsko Toplico v savno, če sem že tam bral, mi je bolj v spomenu ustala. Če sem jo pa bral, ne vem, da sem šel pa še pol čez mejo, na Hrvaško na morje, mi je pa še bolj ostala. Pod Borovci se ti je pa zapekla. Ja, točno tako. Ne? Tako da to mi je super. Koliko si rekel, da je letalska karta, pa če veš do Skopja? 29 € je v eno smer, če kupaš v pravem terminu. Ne pa da zgodbico razložim. Ne? Jaz sem imel firmo v Skopju od 94 do 98, 99, ne? Sem imel prvo firmo tam zaposlene in vse. Letos, ja, od januarja do junija, pa moj sin, starejši, tudi na izmenjavi bil v Skopju. Ja. In tam po ženi strani imamo pa tudi sorodnike v Makedoniji. Tako da v bistvu rad tja hodim, tam je res odlična hrana, ne? Odlična vina imajo, tudi klima je druga. In v tem trenutku je tako, ne? Če hočeš v Makedoniji res vrhunsko jesti, lahko to za pol cene slovenske ali pa še manj. Ne? Oni imajo super svoj paradižnik, ne? Svojo zelenjavo, papriko, tam je vse sonce in tako naprej. In poznam seveda vse dobre lokale in tudi to smo se pogovarjali, da bova naredila, ne? In če ne drugega, mi da za svoje stranke en izlet v izobraževalni, ne, tako da gre lahko tudi faktura v stroške za izobraževanje, recimo, ne. Ampak tudi sicer pa ne, priporočam destinacijo, ker Wizz Air leti iz Ljubljane, ne. Ja, in trenutno imajo let četrtek do sobote ali pa četrtek do torka. Ne? Recimo imaš podaljšan vikend ali pa samo tak za 2 noči, pa 3 dni, žurerski, ne, za v bistvu tudi prenočišče je cenej. In jaz mislim, da
Potovanja so res super, ti odpira nova obzorja. Tudi Makedonija super za jugonostalgike. Slovenci nas imajo radi, še zmeri. Kafane so tam super, živa glasba, tega skoraj v Ljubljani ni, tam je to skozi je polno. To zdaj sem se pogovarjal z enim natakarjem, eni vinarji tam na jugu Makedonije, pa rekel, Slovenci ste super. Sem rekel, kaj super? Bolj je mislil na standard, pa tako, Pa sem rekel, ne vem, Pa je rekel, ja, znam, šta misliš. Sem rekel, no kaj prav? Mi smo malo veseli. Ampak je res, v bistvu, ni škoda tega 4-urnega pogovora v kafani, razumeš, s prijatelji, ven se hodi več. In taka luštna atmosfera. Tako se pravi, zaradi tega sinove izmenjave smo pol šli tudi večkrat v Makedonijo. In je super. Jaz sem včeraj, ko sem se pogovarjala, sem šel čez za Hec malo na Booking pogledati, koliko so cene namestitve in sem seveda tam označil, da je cena 8+, manj kot kilometer od centra in imaš take lepe apartmajčke, celo od 30 do 40 evrov na noč tako za 2-3 osebe. Točno tako. Mislim, noro. Se pravi, to je študentska zadeva. Moj sin je plačeval 500 evrov, ampak sta bila 2, za 3-sobno stanovanje. Cel mesec, več mesecev. Se pravi, nekaj časa še to tako bo, ker pač imajo nižji standard in je pa, se pravi, luštna priložnost. Pa zelo prijazni, tudi po mojem nasplošno do tujcev, do Slovencev, pa še malo bolj, Jaz se spomnim teh zgodb, imam cel kup, bi rekel, nenavadnih, Ko sem nazadnje šel, to je bil 2 let nazaj, ko sem hotel iti na Korab, pa mi ni, to je najvišja gora Makedonije, pa mi ni ratalo, ker je tu dež začel padati. Tu na recepciji, ko me je žena sprejela, kako je bilo to veselo, da sem prišel iz Slovenije. In so se pol malo pogovarjala. Potem spomnim se mečkem pred Skopjem, ko sem šel iz kanjona Matke, sem se nekje za jesti so se ustavila, so sicer bili Albanci, smo se že težko zastopili, kaj bomo jeli, ampak smo dobili in je odlično bilo. Mi do pol ti splačava, ona še nekaj nerazumljivega je rekla, nič mi da ostaneva, bil sem z eno kolegico, greva v avto, vidim so v avtu 2% telefona, sem rekel, jaz zdaj ne bom prišel z Googlom do hotela, moram iti malo napoln, to vzamem polnilc, tam prišel in kje je tu štekar, vštekam malo in čakam tam in prije pol enkrat moški, kje imam ženo, čeprav ni bila moja žena, sem rekel, v avtu je še palačinke vam bomo častili. In sem pošel pujso, tako porcijo palačink pripravila, Uprile po me je en kelnar, kar objemati začel, ko sem iz Slovenije, tako da res zelo pozitivna izkušnja, pa tudi narava je lepa. Imam pa jaz eno marketinško zgodbico, resnično iz tistih časov, ko sem jaz firmo v Makedoniji in sem, da vidite, kdor zna upoštevati na svete. Jaz sem seveda pogosto hodil v Makedonijo, včasih takrat je bil avion po 600 mark, ampak neko zdaj, ali pa z avtom. Ampak kdaj sem bil z avionom, sem vedno istega taksista poklical. Ampak zakaj? Tip mi je pri prvič, ko sem ga po naključju srečal, pobral mail. Že takrat. Aha. In še zdaj na seminarjih kažem njegove maile. Ki je pisal v grupo, nas je dal Slovence, in so bili eni iz Telekoma, eni tam, izmeril je bilo, poštovani gospodin iz Slovenije. Sad imam to, v glavnem, mesečno mi je mail pošiljal taksist. In še zmeraj imaš podjetnike, ki se ne zavedajo, kakšno bogatstvo je baza strank in redno komuniciranje s strankami. In od takrat naprej mi več noben taksist ni pobral podatke, čeprav danes bi bilo to lažje, in tudi to, recimo, pred kratkim sem imel seminar za slovenske frizerke in sem mi isto povedal, v Beogradu, ko sem šel frizerjo, so mi pobrali podatke. Zdaj sem povedal, da sem v Sloveniji, da je brez veze, ampak je rekel, svejedno, šef je rekel, da moramo, sem mu dal podatke. Se tebe je pa malo zanimalo, kaj bojo poslali. Točno, ampak spet, a veš, isto, jaz, ko predavam določene zadeve, rečem, dajte malo pogledati, kako drugje to delajo. Rečem, če smo pri frizerkah, predaval sem za vse možne panoge. V Angliji frizerski saloni 1/4 prihodkov dobijo od šampončkov.
še domov stranke kupijo, pri nas 2%. In pa rečem slovenskim frizerkam, ja, a ni simpel. Ja, pa mi ne bi prodajali, mi nismo prodajalke, mi nismo to. Sem rekel, daj vitrino, pa nastav, ne, pa ne biti mutava, pa reči, boš en šampon za domov, ne. A veš, včasih je simpel v prodaji. So pa primeri, ko ni tako enostavno, ko moraš pa to formulo oreh strt, ugotoviti, kaj narediti strankam, da bodo prišli ponovno, da bodo porabili pri tebi več, da bodo priporočili celo zadevo. In s tem se je treba ukvarjati in fajn je, če se ukvarjaš, tako da prebereš kaj, pa greš, koga vprašaš, ker boš hitreje to naredil. No? Tako da, ja, in to makedonski taksist, in to leta 98 je pošiljal maile, ne. Ti bom vem, kaže to na seminarjih, ker ima zanimivo to, srbščino je imel, ni v makedonščini napisal, ne, ampak tako. Drugače pa lušno v Makedoniji, že enkrat takrat aprila, rečemo pri nas še hladno, tam je pa že poletje. Tam je že poletje, ne. Mislim, poletje, glih prav poletje. Pa zdaj sem se jaz glih vrnil, pa zdaj oktobra grem spet, ker gremo na poroko, to bo itak noro, ne, ker oni imajo seveda malo dlje toplo, pa malo prej je spet toplo. Ni preveč fino iti glih kakšnega julija, avgusta, ker tam je pa 40 stopinj, pa ni fajn. Drugač pa jaz, zdaj sem bil že 3 leta zaporedoma smučat, smo šli zimske počitnice v Mavrovo. Greš lahko tudi na Šapko, ampak v Mavrovo večinoma Makedonci hodijo in eno leto smo imeli nekaj, eno nismo, pa smo pač v glavnem. Ampak tako, je tudi smučarska destinacija, spet smešne cene kart in sposojo prijeme, pa tako, ampak greš predvsem spet za vzdušje, ne, smučišče ni bog ve kaj. Tako, ja, jaz sem, fajn mi je to, kar si ti rekel, da kakor si včasih rad punce preganjal, ko si bil mlad, zdaj rad potuješ, ne, in ta hobi po moje še boljši, no. Pa celo cenejši zna biti. Ja, res je lušen, posebej tako, ne, mislim, jaz pravim, da so potovanja kot smučanje. Ko začneš smučati, je čist brez veze, ko ne znaš, ne. Ko se učiš, to je muka. Ali pa tenis ali pa golf. Ja. Isto, ko ne udariš žogca, nikamor ne leti. Moja mama se je reva 10 let učila smučati, ampak pol se je pa naučila smučati. Zdaj 3 leta ne smuča več, ko stara 78, pa 75, ma ni bilo strmina, da ne bi šla. Toliko se je naučila. Bravo. In je uživala v tem smučanju, zdaj pa ne smuča več, zato ker se veš, če se pri teh letih zlomiš, je. Ni fajn, ja, ni fajn, ne. Ampak in isto so pa potovanja. Večkrat, ko greš, več veš, več stvari te zanima, tako da fantastično res. Ne, res lepo je gledati, kako ljudje drugje živijo, ne. Ja. Pa jaz pa vedno tudi gledam, tudi kako poslujejo, se veš, na seminarjih ti poveš zgodbico, kako ti je turški trgovec prodal preprogo, kaj se lahko iz tega naučimo, a veš, kako je to organizirano, drugo organizirano. Določene stvari lahko direktno preneseš kakor iz ene panoge v neko drugo panogo, širite obzorja, potovanja, knjige, to je stvar, ki s pametjo je tako, ne. S hrano je problem, če preveč poješ, na koncu predebel, pa ti to škodi, s konzumiranjem informacij pa ni tako, ne. Noben ni imel še težav tega, če je veliko študiral, pa bil radoveden. Jaz razmišljam, če bi ljudje 10% časa, ki ga gledajo televizijo, brali knjige, koliko bi bili to mi kot nacija bili pametni, ker to v knjigah je toliko. Jaz tudi imam enega prijatelja, ki ga poznaš, ga ne bom sicer omenil, ker ne vem, če želi biti omenjen, ti ga bom pa pol povedal. Uspešen podjetnik, zdaj milijone obrača, lahko rečemo. On, zmeraj, ko se kaj novega lotil, on je šel tistih tvojih 5 knjig prebrati Korak pred konkurenco, ne. Tisti je res noro Biblija, dobra zadeva. In je rekel, in to držiš, tudi če ne uporabiš tistih idej, ki so tam noter, se ti spomniš malo drugačne ideje, ne. Tle catch. In adaptacija. To je noro dober, ne, tako da to knjige brati, mislim, to je, jaz sem tudi rekel, ne, bi zelo z veseljem, sicer nimam jaz na cajta ne volje, mislim, nemam na cajta ne volje, ampak veš, kaj bi me ful zanimalo, da eni ljudje, ki jambrajo, ne dobim šihta,
da mu rekel, da zdaj pa ti, kad šihta ne dobiš, ko z doma, da je pa 50 knjig preber, pa ni treba 50, 10, če bi jih prebral. Bi takoj ših dobil, se strinja z menoj. Se strinjam, ampak jaz na to nimam rešitve. Ne? Poglej, tudi ena zadeva je, ljudje reče, nimam časa, a na Netflixu je vse nadaljevanke pogledal ali pa na Vojto. Ja, to. Nima časa, pa če gre pogledati, koliko ima screen time na telefonu, ima 2 ure pa pol TikToka, pa drugih omrežij še uro pa pol. Ne? Ja. Se pravi, ampak jaz v glavnem delam z ljudmi, ki jaz se ne motiviram, pridem motivirani, hočejo nekaj narediti. Ne? Nimam tukaj recepta, a veš, ker to je najtežje, kot smo prej rekli. Če nekdo noče ali pa ne verjame ali pa ne najde tiste volje, ne, kako mu nekdo pomaga od zunaj? Ne? Veliko lažje, zato sem rekel, ko pridejo motivirani podjetniki, ki želijo nekaj narediti in imajo voljo in tudi delovne navade, tistim potem te informacije prav pridejo. Ne, jaz sem enkrat v Smeltu, 600 ljudi je bilo seminarja in dvigne roko, Aleš, jaz sem zadnjič na tvojem seminarju z idejno s tvojo idejo zaslužil 100,000 evrov. Ne? Mark takrat. Ne? Sem rekel, povej, zakaj gre, pa je povedal. Ne? Sem rekel, viš, sem jaz budala, ti nisem to procente zaračunal od tega, ne? Ampak sem vesel, da ti je uspel. Drugače ideja je bila čisto simpel. No? On prodaja neko industrijsko robo in izdaja 4-letno revijo, kjer opisuje vse novosti, kakor panožno razumeš. Ne? In on je to prej vse sam financiral, izdajal, jaz sem mu pa samo predlagal, naj svoje dobavitelje pokliče, pa jim naj reče, če bi dal kakšen oglas noter. Ne? No in pol je 4-krat na leto, po 5 jurjev, je 20 jurjev na leto od oglasov dobil, krat x let, ne? Ampak je naredil to. Jih je poklical, a razumeva, ne? Ja. Ampak po mojem bi tudi sam prišel do te ideje. Ampak mogoče 2 let pozneje, ne, pa bi bilo to 40 jurjev manj, kot si ti rekel. Z eno idejo, sploh ljudje, ki imajo posel, kjer obračajo že malo več denarja, res lahko čez noč z dobro idejo iz knjige ali pa zastojni iz YouTuba zaslužiš. Ne? Jaz sem z eno knjigo zaslužil mnogo več kot 100,000 evrov. Bila je tema SEO, na Amazonu sem jo kupil, zdaj sem na Amazonu to kupil 5 knjig, rečemo 2 sem takoj videl, so brez veze, daš na stran, 2 so dobre, ena je pa res dobra, tako je bilo ponavadi. In v eni knjigi sem ene 2 taka, v bistvu celo knjigo, ki sem bral, se mi nekaj v glavu obrnilo, da bi pa nekaj drugače probal in se je izkazalo, da mi je vse šlo gor. Lej, firmo si naredil zaradi knjig. SEO-ta ne bi bilo, če ne bi ti študiral knjig. Točno. Ne moreš se iti tega biznisa. Ne moreš, ja. Ne moreš. Ampak to je zanimivo, ker si se ti tega lotil, ti nimaš predizobrazbe, ti nisi inženir, ti nisi matematik, ti nisi računalničar, ne? Ne, gradbenik. Ja, no. Pa SEO, ker si prebral te prave knjige. Drugače pa rečemo, ne, branje bi mogla tudi država spodbujati in bi lahko. A je tem povedal eno resnično zadevo. Ene znanki, ki je učiteljica slovenščine, sem rekel, a bi jaz lahko enkrat k te prišel? Zastonj. Pa bi probal te tvoje dijake navdušiti za branje, ker bi jim je zgodbo povedal. Jaz sem prišel nepismeni srednje šole. Branje, ta zadnja zadeva. In jaz sem prepričan, da bi ljudi lahko navdušil za branje. Sigurno boljš kot učiteljica. Ne vem zakaj, ampak tako je. In rekla bom ravnateljico vprašala, ravnateljica je pa tu zavrnila. Ne? Viš, koliko je butasta? 1 uro šole ni nič. Ravnateljica bi mogla reči, aha, pa dajmo probati, pa da vidimo, kaj je to. Pa ne bi še ona, ki je prišla, pa bi videla, a je od tega kaj ali ni. Drugače, veš, koliko ljudi mi je pisalo, niso že 20 let knjigo prebrali, mojo pa so rečemo prebrali, ne? In super, bravo tudi zato, ker si jo napisal, ker tvoja knjiga dejansko mogoče zadane tudi del takšnih ljudi, ki niso prebrali, pa dobro se bere, velike črke so, to je meni všeč, že drugi sem to rekel, vsebina je luštna in je za marsikoga primerna, ne? Drugače pa, ja, država bi morala marsikaj, sem videl kot podjetnika, ne smeva računati na državo, se sam veš. Drugače pa, to je pa dosti žalostno, ne, ker mladina res prihaja nepismena iz srednje šole, ti nisi edini, ne, ki si prišel nepismen. Prihaja pa zato, ker če tako pogledaš, mi smo pisali spis, jaz sem malo, koliko si ti star zdaj?
54. No, jaz pa 6 več kot ti. No. Ampak mi smo spise pisali v šolah, ne? Pa, še, Ja, mi tudi. pa kljub temu si prišel nepismen. Zdaj pa niti spisov več ne pišejo. Ja, na koncu imajo en esej, ki ga morajo čist na koncu napisati in se vsi tresajo zaradi eseja. Ampak če bi samo prisilili učitelju vsak teden, da napiše eno stran, bi bili že v osnovni šoli pismeni. Sem ni, ne? Kaj lahko ugotavljamo? Da je mladina čedalje v slabši formi fizično in da je čedalje več debelih. Ampak država je zmanjšala število ur telovadbe. Ja. Ne, v naših časih smo vsi po drogo preplezali do gor. Razen en tedebo je, ne, je tako. Tako je. No, vidiš, zdaj drogo več niti ni in po moje jih pol ne pride gor. Ne? Punce pol jih ne telovati, ker imajo menstruacijo ali karkoli, ne rabijo, ne imajo opravičilo. A razumeš? Se pravi, če bi bil interes države, ne, da imamo bolj zdrave pa pametnejše otroke, bi morali v tej smeri delati. Ampak jaz nisem strokovnjak za to, jaz ne znam to prepričati, to so veliki sistemi, ki grejo neko svojo pot. Ne. Vem pa, da je končni rezultat takšen, da neke veščine in branje pa pisanje ti tudi v biznisu fol pride. Seveda. Prav. Se bo zdaj umetna inteligenca marsikaj naredila, ampak recimo v tem trenutku jaz znam dati boljša navodila umetni inteligenci in to potem tudi rezultat popravim bolje, zato ker sem že napisal toliko in toliko prodajnih tekstov, knjig in tako naprej. Se pravi, trenutno strokovnjak plus umetna inteligenca premaga samo umetno inteligenco. Ne? In ne bo šlo vse. Ne? Zdaj recimo na fakultetah se že ukinjajo diplome pa seminarske naloge, ne? Ker s ChatGPT-om, se veš, jaz predavam na 3 faksih in tako recimo moje seminarske so že takšne, da s ChatGPT-om ne morajo narediti, ker jaz rečem, pejte v trgovski center, pa mi poslikajte 15 načinov, kako trgovec dela to in to. In se morajo sprehajati, pa najdeti, pa poslikati. Razumeš, ne? Tisti najbolj zajet učitelj. Ne, imajo to radi. Štikaš, ampak je praktično se naučijo. Ne? Če pa rečeš, napiši mi seminarsko nalogo o 7 psiholoških sprožilcih, ne? Bo napisal, napiši seminarsko 7 psiholoških sprožilcev, primer uporabe v Sloveniji in ChatGPT napiše super spis. Sicer res takoj vidim, da je napisan s ChatGPT-jem, ampak zato tega več ne počnemo. Je pa to orodje, ki ga jaz spodbujam. Jaz rečem, študentje, ja, uporabljajte. To mora biti tvoj prijatelj, tvoje orodje. Veš, koliko je zdaj fino študirati s ChatGPT-jem? Rečeš, ne vem, profesor ti je dal knjigo za prebrati, ne, ti napišeš, ChatGPT, daj mi ti povzetke po poglavjih. Pol pa kaj ne razumeš, pa rečeš, daj mi to bolj razlož, ker ni čisto neštekan. Daj ti to meni bolj enostavno povej. Pa še kakšen primer zdraven. Pa ti tudi to napiše. Se pravi, zdaj imaš ti lahko online inštruktorja za marsikaj, ampak ne, oni bi nekaj drsali pa gledali na TikToku neumnosti. Ne vsi. Ful je mladih, podjetnih, pametnih, pridnih. Tako da jaz sem optimist. Kljub vsemu, veš. Nisva toliko stara. Samo malo premalo je teh. Jaz gleda, ali smo pa mi že toliko stara, da misliva. Ne vem, sej, ko smo bili mi mulci, tudi verjetno niso bile same pohvale v nas. Ne? Sam veš, kaj je bil pri nas najbolj problem v šoli? Rečemo, smo spise pisali. Noben nam ni povedal, zakaj mi moramo te spise pisati, kaj bomo od tega imeli. Bravo. In vidiš, jaz tudi, če bi šel unem predavati, kaj, bi jim povedal, da sem bil že plačan po 200 € na uro, da sem pisal. Jaz sem že bil plačan, da sem napisal prodajno pismo. Ti si bil verjeten še mnogo boljši. Ker nočem za ta denar narediti. No. Ja, ampak ne, če bi meni en takrat tu povedal, bi bil oče malo več interesov. Takrat sem pa dobesedno mislil, da me zajebavajo. Ja, veš, kako to je res, ne? Vsak predmet se da narediti zanimiv. Ne? Vsak. Recimo, pogledaš tudi na, zdaj, to pa res na TikToku, vidiš kakšne učitelje kemije, kako delajo krasne eksperimente, vsi gledajo tiste kadi, poka in se ful lahko naučiš. Ne? Matematiko tudi. Ti lahko aplikativno pokažeš, zakaj moraš zdaj neko operacijo. Ne? Pa rečeš, fantom, zdaj bomo pa računali, ne? Primerjavo kredit, leasing ali pa v cashu, da avto plačaš, koliko moraš več, to pa jih bo zanimalo, ne? Pa je samo obrestni račun in tako naprej. Ampak se pravi, da se vse narediti, isto spis. Pokažiš jim, kako jim bo to nekaj lahko prišlo prav. Ja, to jim je treba pokazati. In bodo lažje. Ampak, se veš, vedno le ena zadeva je tudi. Vse se je spremenilo, jaz ne vem.
Leta 1966 je bilo v Sloveniji 250.000 otrok, pa 8.800 učiteljev. Ja. Zdaj imamo pa 190.000 otrok, pa 18.000 učiteljev. Se pravi, dvakrat več, otrok manj, učiteljev dvakrat več. Ja. In končni rezultat, ne, je pa približno isti ali pa slabši. Najbrž, ja. Ne. Se pravi, povsod je treba reforme. A veš, način, kako današnja mladina konzumira informacije, drugačen in dobri učitelji lahko to vključijo v svoj proces. Se pravi, ne jih odganjati samo od tega, ampak da jim za nalogo, da bodo uporabljali to zadevo na ta način, da bodo znali informacije. Ne? Ker to sem tudi jaz opazil parkrat. Vse znajo, vse živo, ampak se pa kakšne stvari pa slab znašajo. Google, potovanja in tako naprej, ali pa kakšen, ne, praktična poraba je pomembna. Ja. Jaz rečemo v srednji šoli, seveda je samo zagarantirano, da doma po očetu delal, ne? In mi je bila to šola, nobene motivacije videl. Ampak se pravim, noben mi tudi ni povedal, zakaj ni bi se učil, ne? Spomnim se, jaz smo enega ravnatelja, ki je bil kakšno, se veš, te prazniki, ki so bili, pa je mu pol ure dolg govor. Če me ti po pol ure vprašal eno besedo, ki je povedal, ne bi tudi eno besedo vedel, ne? Tako da on bi en stavek, če bi povedal, pa bi rekel, lejte, bom sem ta stavek povedal, dajte se ga zapomniti, dajte ga ponoviti, malo še na hec obrnil, pa bi bilo bolj koristno, ne. Tako da danes sem pa želen znanja in jaz vem, da če bi danes šel še enkrat v srednjo šolo, bi bil, ajde odličen, mogoče ne bi bil prav dober, bi pa sigurno bil. Tako sem bil pa tam med enkam pa dvojkam, čist pro vsakem predmetu. Veš, kaj manjka mnogim učiteljem, pa mnogim, ki nastopajo v javnosti ali pa karkoli prezentirajo, ne? Ampak to jaz lahko tako govorim, ker jaz sem tudi pedagoško gimnazijo naredil, imam sošolke, učiteljice, ravnateljice in tako naprej, ne? Recimo učiteljica matematike, učiteljica kemije, učiteljica biologije, ne sme se samo ukvarjati z matematiko, biologijo, kemijo. Veliko časa bi morala posvetiti, kako svojo zgodbo povedati. Veščina prezentiranja. V zgodbah, ja. V zgodbah, ker ti moraš publiko dobiti na svojo stran in jo navdušiti. In pol je delo učitelja veliko lepše, če imaš publiko, ki te požira z očmi, ne? Je treba malo več priprave za to, ampak ko enkrat, veš, če se ti ukvarjaš s tem, kako bom jaz tudi boljši predavatelj, ne samo tisto osnovo, ki itak jo zna, ne, matematiko zna, ne, ampak kaj bom jaz danes naredil za to, da bom pri publiki vzbudil zanimanje, na kakšen način bom začel, ne, pol je rezultat boljši. Tudi zato sem jaz napisal tisto drugo mojo knjigo, zdaj sem jo pred pol leta napisal, kako narediti dobro poslovno prezentacijo. In v biznisu je podobna zadeva. Imaš ti ljudi, ki obvladajo, pa mora pa narediti neko prezentacijo svojim potencialnim strankam, ali pa v firmi kolegiju neko idejo predstaviti in začnejo dolgočasno. Ustanovljeni smo bili pred 35 leti, imamo tok in tok, to imamo to. To nobenega ne znam. Who the fuck care? Začni z boom, ne? Kakor hollywoodski filmi se ne začnejo za odjavo. Kdo nastopa, koliko so stari igralci, kaj boste izvedeli v firmi, ne? Kako se začne western. Ja, bad guy enega ubije, ne? S konja, pol se pa šele zgodba odvije. Se pravi, ta storytelling, pripovedovanje zgodb, nastopanje, to je pomembna veščina. Ko se enkrat tega naučiš, boš več prodal, pa bolj uspešen, pa bolj fino ti bilo, ne? Pa z istim znanjem, ne? Ampak ker ljudje, pač danes, če nisi zanimiv, če nimaš dobre zgodbe, ne bodo te poslušali, nimajo časa. Prehitro se bodo odklopili. Mi smo imeli enega učitelja, ki ga tudi v knjigi opisujem, boš prebral, on je že takrat, ampak veš, koliko je bil to on pred časom, da je tam leta 86, 87 v zgodbah prepodoval. On nam je prepodoval zgodbe, kaj majstri narobe delajo pri gradbeništvu, ne, une najbolj katastrofalne napake. In tu smo se smejali in ne boš verjel, ko sem jaz tale objekt delal. Točno te napake so delal. Jaz sem se spomnil in sem točno čisto vse tako, kot je on povedal in ne moreš tako pozabiti. In on karkoli bi učil, bi mene zanimalo. Danes je pa sploh če se hoče kdo od učitelja ukvarjati, delo super lahko, ker imaš pa še video. Ne? Recimo, kaj sem jaz ugotovil, ko predavam že 30-40 let, če bi pred 25 leti
video, ki bi ga lahko zavrtel 5-minutni ali pa 3-minutni, bi bil že predolg. Kaj je zdaj to? Ni se da, ne. Danes lahko študentom 5, 7, 10 minut, 15, če je dober video, če je dobra vsebina. In to je super, a veš, ker so oni navajeni konzumirati skozi kratke videe. Se pravi, kot nekdo, ki predava, posreduje informacijo, daš en super video, pogledajo, pa komentiramo. Je spet lažje, ne? Se pravi, dej. In to imamo vsi, ki se ukvarjamo s prodajo, ti moraš dobro poznati, temu se reče, oceno ciljno skupino. Se pravi, kaj moje stranke delajo, zaradi česa ne spijo po noč, kaj jim gre na živce, kakšen problem imajo, kaj si mislijo o meni, ki mene ni zdraven, ne? Oziroma kaj si mislijo o mojem produktu. In tle moraš pošteno to raziskati, pa najdeš pravi način, pa pravi zgodbico za prodati. Super. So bila kar dolga, včeraj si rekel pol urca, ne? Ne, se sva se pol pogovarjala in sva ugotovila, da dolg format je zadnje čase nekaj, kar ljudje hočejo konzumirati, ne? Od Joe Rogana naprej, se pravi, danes, če si očitno zanimiv, bodo ljudje ustrajali in našli nekaj, hkrati boš pa verjetno tudi kakšne izseke lahko našel, naredil šorce in je to tudi del, ki danes pač deluje. Tako da, Aleš, hvala tebi, hvala vam, gledalci. Upam, da se vidimo 17. ne? 17. na seminarju, tudi če ne, v glavnem spremljate. Aleš Lisac, firma Lisac in Lisac ima vedno kakšno dobro stvar v smislu poslovnega izobraževanja. 150 knjig smo izdali do zdaj, seminarje veliko organizirali, delamo po naročilu zadeve. Tako da, ko bo prišel pravi čas, me boste našli. Brez pritiska, se veš, jaz ne. Štima. Super, hvala tebi in hvala vam, gledalci. Hvala. Dejam.